je kar se ti naporno, no. In pol spet 2 koraka, pa malo počimaš, spet 2 koraka, pa tako časi vezaš. Za balaton sem vedela, da bom ga naredila. Sem na štartu vedela, to bom jaz naredila, pa ne vem, ko si nekako v glavi sam sebi dopoveš, da to pa boš, ne, jaz mislim, da je dosti lažje, ja. Enostavno mi vedno manj leži ta asfalt, ta ravnina, ne. Zato je recimo tudi Marjeta na ultrabalatonu šla na špartaton, ko jaz nekako, meni pa je samo, da je neki teren, da je povezano z planinami, pa da je čim daljša razdalja, tam jaz funkcioniram in tam zaživim. Sem na maraton vedno šla zaradi nekega treninga za ultra, ne. Nikoli nisem trenirala, zdaj pa bi rada imela ne vem kakšen čas na maratonu, ne. Poštovano gledalstvo in poslušalstvo, ja, kako lepa epizoda bo tole, ne samo zato, ker je to številka 111, ja, se pravi 3 enke za nas 3, ki smo danes tukaj pričakujoč prav lep pogovor. Ja, z mano v gosteh sta 2 izjemna človeka, neuničljivi par, Srečko in Marjeta Gumeljšak. Živjo obema. Zdravo. Kako sta? Odlično. Vredno. Drugega tudi nisem pričakoval. Marjeta, si danes že tekla? Danes ne, sem pa včeraj. Danes pa, ne vem, sem si malo fraj vzela. Seveda, ker zdaj ti škoda, urco pa pol časa boš potrošila za tale podcast, ampak cenim tvoj čas, kajpak, jasno. Mogoče še potem. Ja, danes bo še lepo vreme, ne bo več tako vroče. Srečko, si ti danes že tekel? Ne, jaz sem pa predvčerajšnjim zadnjem. Včeraj sem bil v službi cel dan. Šteje. Danes pa zabošavam. Danes pa zabošavam. Celo dogodno sem imela obiske. Imamo potuho, ker je slaba vremenska napoved. Evo, tako da, všeč mi je, vsi 3 danes nismo tekli, ampak tisti dan, dragi poslušalci in drage gledalke, ko boste tole gledali in poslušali, bomo sigurno tekli, ja, kar zapište si, da boste tudi vi šli. Kdaj pa ponavadi vidva, Marjeta pa Srečko, športata zjutraj, opoldne, zvečer? Pri meni je čisto, ne vem, različno. Odvisno pač od kakšnega dela doma ali kaj si pač razporedim. Jutraj niti pravno nisem, ne, tako da bolj popoldan zjutraj, to je bolj običajno tako. Srečko, kaj pa ti praviš na to vprašanje? Jaz sem pa bolj večerni, tako da precej kilometrov sem opravil sploh v prejšnjih letih, celo po noči, kar mi zelo ugaja, ne, sploh če vreme. Pa probam biti čim bolj priložnostno naravnan, no, tako da imam ogromno nekih istomišljenikov, ko en drugega malo vlečemo, ne, in pol greš, kar greš, ne, se dogovoriš in pol pa čisto odvisno, ne. Na pohor je glavno po naravi, tudi ravno okrog doma nimamo tih nekih ribov, ker dosti greva tudi rada, mislim, hribe teč in se mora malo odmakniti včasih, ne. Čisto različno. Lepo, ja, no, če smo že pri hribih, pa v Temski sta iz Juršincev in to, da to še uradno enkrat za vselej, ker jaz to zmeri mešam, razčistimo, Juršinci niso v Halozah. A ne, to je čisto na nasprotni strani tuja, dejansko. To se malo hecam na ta račun že, ne. Ja, ko smo se namreč prvič srečali takole v živo, mislim, na Slovenski Bistrici na enem dogodku, ja, sem jaz pač nepoznavalec, kaj je vzhodno, zahodno od tuja, južne ali pa severne, pač vaju pač dal kar v Haloze in takrat naprej se hecam, zato Srečko in Marjeta s Haloz, ampak nista, sta z Juršincev, jasno. In če dovolita, par stavkov sem si tule izpisal, da jo predstavim, namreč, kdo še ni slišal za vaju, Srečko in Marjeta Gumeljšak, ja, neverjeten par, on je finančni preiskovalec na Fursu, ona je strokovna sodelavka, pedagoginja v zavodu Dornava in skupaj imata že, pa ste zdaj 113 vzponov na Triglav, ampak to je šele začetek.
tekla sta od doma na našega Čaka, tekla sta od doma na Großglockner, šla sta od doma s kolesom v Grčijo, kot alpinista sta raziskovala vse vrhove bližnjih celin, bila sta na Mont Blancu, bila sta na 7500 taku v Himalaji, bila sta še marsikje vmes, prehodila in prekolesarila Camino, obtekla tudi Mont Blanc, kljukico imata tudi že vsaj Marjeta pri ultrabalatonu, pa skoraj da tudi pri Špartatonu z odlično podporo Srečka. Se jo pred kratkim spomnim, sta bila na državnem prvenstvu na 12 ur v Kranju, ker je Marjeta osvojila srebro, Srečko bi pa komu dobil zlato medaljo za suport, ker se je tako odlično odrezal. No, Marjeta zdaj odhaja na evropsko prvenstvo na 24 ur, Srečko pa se pripravlja, to boste tudi hoteli slišati, na 1001 kilometer dolgi mega race. Vem, da sem samo par stvari povedal, milijon stvari je še za povedati. Kaj pa še moče takega, kar sem pozabil, pa bi bilo nujno zdaj na začetku povedati? Mogoče, Srečko. To, da imamo pač ta šport rada, ker je v bistvu zelo povezan z naravo. Oba sva nekako z naravo zelo povezana že od začetka, ko sva se spoznala. Kar dosti smo ogromno dopustov sva porabila za te razne take avanturistične zadeve, od kolesarjanja, tako si navedel, recimo nekaj zadev. Tekaško sva kar ogromno teh stvari pretekla, vedno je bilo uživansko. Mislim, par let sva se pa kar malo z gorništvom ukvarjala, ko sva bila tudi malo v teh Alpah. Ampak še ne, prva ljubezen mislim, da je vseeno zdaj tek po gorah, ta ultratrail, sploh dolgi, malo daljši teki, vsaj meni ustrezajo, ker na krajših sem sicer že šel na Gaja, nisem konkurenčen, tako da ponovadi vedno zacjetim bolj v drugi deli teh tras, na daljših. To je to vse. Glavno, v vse dopuste vključimo neko gibanje, tako da ne poležavamo na plaži, tako da pač aktivno preživimo. Marjeta, vem, da imata dva sinova, koliko stara sta zdaj in koliko po vajnih stopinjah ste mogoče tudi v športnem smislu šla? Starejši je 27, mlajši je 23, oba sta kot pač že od šole naprej sta bila tako nagnjena malo k športu, ker sta pač verjetno imela malo vzgleda po naju. Starejši je treniral nogomet, tudi ko sem jaz hodila na te teke, se je dosti vključeval, je hodil z mano tekmovati. Potem mlajši je bil kolesar, ampak zdaj sta, ne vem, v teh letih trenutno, da sta to malo manj, sicer trenirata vsak po svoje, tisto nekaj pač za moč pa to neko, ki so zdaj v teh letih. In upamo, da bo ta mogoče kasneje malo tudi se malo več temu posluževala. Sta si rekla zadnji čas, da sva odrasla, da ta svoja dva nora starša ne bosta skozi težila, da je treba nekam plezati, kolesariti, hoditi, pa ne samo en dan, 6 dni skupaj. Kje sta se spoznala, Srečko? Na teku, v hribih, v steni, nazaj ali ne vem? Nič od tega. Ne, nič. V bistvu na delovnem mestu, ker sva čisto različni podjetji, sva takrat bila zaposlena, ampak vis-a-vis, tako da sva se videvala nekako in... Srečko na carini, jaz pa prek študenta v duty free shopu. Je Iskrica preskočila. 30 let nazaj, že skoraj 29, se je začelo, In da ste... Kar povodno, na kavico. Lepo. Jaz bi pa prinesel čokoladico in bolje zadeva začela funkcionirati. In potem se je začela tudi počasi odvijati športna zgodba. Menda sta tudi košarko igrala skupaj, pa še kaj drugega. Priložnost. Dosti krat sem imela pač prosti čas, smo šla na igrišče, tudi ko sta bila sinova še, ne vem, vozičko, pa to, in pa sta zraven vozičko bila, in pa smo lahko šmetala, pa takšne zadeve. Pa planine, pa to. Te pa, ko smo pač začela graditi, pa ko so bili pač otroci manjši, še nismo nekaj dosti
Se pravi, v glavnem to, takšne stvari, košarka pa planine. Pol pa, ko je bilo tega konec, pa sem jaz tu nekaj začela tudi malo s tekom, pa malo po internetu gledala, aha, tu je tek, pa tu je tek. In kako sem začela prvi, drugi, tretji tek, se mi je zdelo, da mi to kar gre in sem pač nadaljevala s tem. In pač, ko nekaj dosežeš, vedno gledaš po več in se ti zahoče kaj več, ne. In tako sem z kratkih 10-kilometrskih tekov pač prišla na mali maraton, pol na maraton, pa kar hitro na ultramaraton, ja. No, ampak Marjeta, preden si bila taka tekačica, kot si danes, ne? In tvoje statistiko sem šel gledati, malo se začne tam po letu 2010-2011, ampak predtem sta počela dosti nore stvari, saj zame, no? Biti gornika, ne? Za povprečnega Slovenca pomeni, da greš po Bambergovi na Triglav, ne? In pa že kar dosti, ampak vidi, da sta lezla na Mont Blanc, pa na Elbrus, pa na Mustak Ato v Himalaji, to pa niso več čisto običajni Dejmičelado pa 2 dolge majice za sabo podvigi. Ne? To je pa že resna stvar. A si bila že prej gornica, si te vlekel v to smer, a te je Srečko v to povlekel? Sem hodila, ja, po planinah, že v osnovni šoli sem bila v planinskem krožku, pa smo hodili po vikendih s pač našo učiteljico in me to res tudi, ne vem, privlačilo. In ko smo midva potem skupaj začela živeti, smo tudi dosti začela v planine skupaj hoditi. Tako da Srečka je bil enkrat pred mano na Triglavu, potem smo se spoznala, pol pa smo vedno skupaj šla. Zdaj se jih je malo dodal zraven, s kakšnimi kolegi še pa. No, zanimivo, ampak mislim, pripravljati za Triglav, rabiš malo kondicije, pa je to. Pripravljati za en Mont Blanc, pa rabiš kakšno izkušnjo več, mogoče kakšen tečaj ali pa biti samo dosti zagrizen. Vse smo hodila v to alpinistično šolo, sicer je nismo dokončala, ampak smo kar dosti z njimi tudi okrog hodila, pa nekako se, kaj ta zvem, z izkušnjo potem nekako naučiš, ali kaj zvem pa. To, ko jo je povleklo, da dejansko sta potem hotla tudi raziskati malo širšo hribovsko okolico, ne samo te slovenske Alpe. Ja, kar dosti so se sama učila, ker sva nekako, očitno sva pasala, ker sva se en drugemu zaupala. Ko dobiš nekako tisto osnovno znanje, počasi tudi alpinistično, ko sva hodila tudi, pa kasneje, ko že nekaj osnove imaš, pa se da kar danes preko interneta itak ogromno vsega naučiti, pa praksi, če imaš te stvari rad, Sicer na Mont Blanc smo šla sama, ne samo iniciativno, nismo imela nobenih teh kakšnih alpinistov zraven, ko pa smo šla na Elbrus, pa Mustak Ato, pa nas je bilo več, nas je bilo 10, pa so bili tudi alpinisti zraven, tako da se počutiš malo bolj varno, tudi zdaj, če nisi sam toliko vešča. Koliko časa rabiš, da zlezeš na Mont Blanc? Midva, ko smo šla, smo pač tisti prvi dan, prvi popoldan smo prišla na tisto zadnjo kočo. Kje je v kočo, Kje je v steno. Pol pa zgodaj zjutraj ob 2, ponavadi, če je pač lepo vreme napovedano, se pač gre na vrh. Tako da si zelo zgodaj že na vrhu, da še ni Da je sneg še premehko za potem za spust, Ker potem, ko je sonce, je pes mehki sneg, A je res enkrat prav na tej prelepi gori presenetila nevihta? Ja, prvič, To pa je bilo prvič, V glavnem, midva smo prišla na kočo in je sicer bilo napovedano slabo vreme in pač nišče ni šel, ampak potem je bilo rečeno, da se je pač malo izboljšalo in so se pač odpravljali nekateri, In smo midva rekla, dobro, pa poskusimo tudi midva, Ja, v bistvu se je prognoza izboljšala in je bilo za par ur napovedano, da pa je nekako časovno okno in ena švicarska odprava, ko so bili fanti, ko so res delovali zelo izkušeno in so pol rekli, mislim, da gre skozi, pa 2 Italijana so se kar začeli pripravljati in so rekli, gremo, smo midva rekla tudi, da pa zdaj moramo pač priložnost pobasati, pa greva tudi midva, Ampak se je stvar hitro obrnila, po 2-3 urah, tako da v bistvu sploh nismo vedeli, kje smo, ker si dejansko ko v smetani not ne vidiš niti... To je bilo takrat, ko je bila v Sloveniji. Točno, to je bilo 15. augusta. 14. na 15. augusta. Takrat je bila tam tudi točno nevihta. Smo res, jaz sem takrat prvič v življenju pomislila, da verjetno nam prišla več domov, da več nam svojih otrok videla.
Je bilo res grozno, adrenalinsko, joj. Ja. Grozno je bilo, ker ni bilo vidnosti nič. Pol so ti Švicarji so imeli Garmina. Ampak nič ti ne pomaga, ne, ker nimaš pregleda, ne. Ampak smo vseeno potem po ne vem koliko urah tavanja smo prišli nazaj do Počega. Mi smo v bistvu stali na razen meter, pa smo se drli, da smo probali komunicirati, pa se nismo čuli, tako neurje je bilo, tako pivo. Ja. Kakšna je pa nevarnost, da se podhladiš, recimo, poleg vsega, kar si že omenil, ali pa ne vem kaj, koliko cunj moraš imeti na sebi, poleg orientacije, poleg še vsega, vetra. Relativno, če se nam nekaj takrat uspelo, mogoče pravi čas vrniti na to kočo, na Gotejevo, na 3800 je sicer koča, ne. Se nam je nekako uspelo in seveda pol je to, pozabiš na te stvari, vse dobro, to je bilo res enkrat v življenju, ko smo nekako po tistem se mi zdi, da smo precej bolj previdni, tudi ko je že skoraj 100% čisto, pa je prognoza res nekako zihar, ne, smo še vseeno v neki dvomih in probamo biti čim bolj zihar, ker so te zadeve res lahko tako nepredvidljive, ne. Takrat je bila tako mala šola za prihodnost. Ampak drugi dan se nam je to vse izravnalo, ker se je vreme izboljšalo, kar je bilo tudi napoved. Smo koči in smo naslednje jutro šla in takrat pa smo imela takšno vreme, da si ga lahko samo zaželiš razgledi. Pravica, tako vreme je bila. No, po vsakem dežju posije sonce, po vsaki osvojiti Mont Blanca, greš pa še enkrat, pa to s kolesom, ali kako že to, ko pravijo. Ja, s kolesom do vznožja. Tako, ja. Moj sodelavec do Kormajerja, jaz pa šla 4 dni s kolesom. Potem je kolega njegov prišel z avtom, pa smo pač skozi tunel se ne more s kolesom pelati, ne, pod Mont Blancom in smo naložili ga na avto kolesa in potem skozi tunel, ne, ja. Kaj drugače je mogli. Iz Šamonija pa smo potem spet do tiste takšne točke šla čez kolesom, pol pa smo vsi štartali. Se razpakirali, smo šli na vrh. Vse takrat smo pomeli super vreme, ne. Ja, pravda. Ja. Sliši se zelo preprosto, kolesar še ne 4 dni, se stopiš, pa greš pa še malo na vrh, ne, najvišje gore v Evropi, ampak vendarle sta bila malo utrujena, pa malo utrdela, pa ne vem kaj, pa še višina naredi svoje, ali sta bila tako natrenirana? Mislim, da se kar po določenih dnevih tega, ne vem, sploh kolesarjenja, da se natreniraš, ne vem, Mislim, treniraš, v bistvu aklimatiziraš, bolj padeš. Mislim, fajn ti je, nekaj nisi obremenjen, se ni tekma, pa nič, ne. To je avanturistična zadeva in potem je res fajn, ker si sam nisi utrujen, da ne bi mogel. Kreiraš si v bistvu sam tisti delovnik, ne, od jutra do večera, sicer res, da sva probala vedno, ko smo kam šla, čim bolj izkoristiti, da še imaš potekvati neko zadoščenje, da nimaš občutka, da si pa malo zadušaval, ne, bolj čudno čut. Ampak je pa vse dejansko nič ne zgubiš, kljub temu ti je lepo, ker si sam kreiraš zadevo, ne. Vse vidiš, nisi lačen, nisi željen. In bolj mislim, da seveda, da je naporno vedno pogreš gor na vrh zaradi malo višine, ampak greš počasneje, mislim, koliko počasneje, glavnem fajn je vedno, ne, fajn je bilo lepo doživetje. Glede na to, da ima marsikdo že težave, recimo z les na Triglav, pa se mu včasih malo zavrti malo rekejšega zraka, no, ko je pa to na 2000 metrov više, a se že čuti najbrž že kar precej, da ti ta moč opeša, pa da je mogoče vse skupaj malo teže zadihati in kaj to pomeni recimo za samo napredovanje. Ali pa to višinsko bolezen, bog ne daj. Da tu nekje meja še tu v Alpah, da še to ni glih 4,5, čutiš verjetno en malo manj, čisto odvisno od dneva, tudi glavo bolj kak je, ampak ni pa še to nekaj problematično za kako višinsko višino. Je pa bolj kasneje, ne, recimo po 5500, ko se te vsebnost kisika v ozračju zmanjša na polovico, to pa še bolj čutiš, ne, ker namesto 21% kisika je v ozračju recimo dobrih 10, to pa že čutiš zihar, ne, sploh če hočeš biti hiter, ne. Se to nekje lahko čuje na posebne. To sta na Elbrusu že občutila potem, ker Elbrus je malo višji? Ja. Na Elbrusu smo občutila. Se tam so tudi delali aklimatizacijski vzpon, ne, da greš na višino, pa se spet dol vračaš. Smo tam v tistih sočkih prespali, ampak smo en dan prej šli malo na višino gor, pa spet dol, ne. Preden smo sploh šli na vrh. To je isto na Mustang Ata, tudi tam smo kar nekaj dni tam smo delali višinske spone. 4400, pol delali te višinske spone, gor, dol. Tako da pol na koncu, da si nekako približno
pripravljen za naskok na vrh. Ne. Čeprav hodiš kot astronaut, tako, ja. Ja, na 6000 Počasi. si res počasno. Ne. To mora biti super izkušnja. No? Elbrus pa prigode za Kavkazijem, mislim, ko pa je tam zgledal, to je pa čisto druga kultura, da so jo policaji lovili, ker ste bila pač inozemca. No, ja, ko smo šli na Elbrus, ja, mi da smo šla s svojim avtom, ekipa zraven, pa se šli spomnim. In res so bili neki uniformirani ljudje na vsakem koncu in to vedno drugačne uniforme, tako da sploh nisi vedela, ali so policija ali kaj so. In so kasirali, pač zamislili so si, ali si polno črto prevozil, ali si ne vem kajkoli, v glavnem. Nekaj so si zmislili, da si naredil, da si pač kazen plačal. To je bilo prav zanimivo, ne? Jaz sem dobil informacijo, prednji smo šli, da te načrtno zaustavljajo in te kar kasirajo. Pa jaz tega nisem verjel, ne? In bolj res, skozi Ukrajino ni bil problem, ne? Dol do ruske meje od Rostova na Donu, ne? Pa pol, ko se pelješ dejansko skozi vse te pokrajine, Severno Osetijo, Čečenijo, Kabardino, Balkanska pokrajina, pol proti tej dolini, ko razmeji, ne, Rusijo, Gruzijo, ne, pa se gre na Elbrus. Ko so nas prvič zaustavili in so nas pokasirali, kot da bi se informirali med sabo, to so nas kar zaustavljali. In so si kar zmišljevali, ne, da smo povozili črto, narušavali linijo, so imeli izraz. Tako črte ni bilo na cesti, ne. So bile krave, so ležale s ceste. Mogli se ustaviti, nismo mogli mimo. In potem nekako nam je uspelo priti mimo in so nas že 5 minut po tistem zaustavili, da smo se vozili po nasprotnem pasu. Tako da je res zanimivo, ne. Ja, enkrat so pa celo se nam okoli tisti zadnji, ko so nas zadnji zaustavili, so kombija spustili naprej, dva sta bila tako uniformirana, dejansko z nekim Hyundaiom sivim, brez registrskih tablic so zaustavili, zatemnjena stekla in so rekli, da oni nekaj grejo naprej in so pol najeli avto in so nam kar, da smo ne vem kaj vse, ne vem, kakšne prikrške nam je uspelo narediti, ne. In so nam kar, da nam bojo nekam na upravno enoto peljali, pa na policijo, pa ne vem kaj bo vse, pa kako dolgo bomo zadržana. In pol je le nekak, si je pa en zmisel pa rekel, razen 20 €, če vsaki, ne, da. Ampak sta bila taka cela repeča, da nisem vedel, me zdaj zezata, ne, da če ne s temi 20 € ga še bolj razjezil, ne. In bolj smo res nekako, smo dala tisti 20, sem mislila, pa zdaj smo kašine, vprašanje, kaj bo še, ne, naprej zdaj, ne. Ampak res, bolj smo tisto dala, pa so me naterali, zdaj, samo črta, ne, da več ne vidimo, pa smo šla, ne. Ampak ni nam bilo vseeno, ne. Oni so pa mogli iti, spomnim, sicer so rekli, da so se bolj nekje spredi zaustavili, pa se niso upali vračati, nekaj sta bilo tako. Je kar, ja, to. Ja, tako dogodivščine, prave, ja. Tako da je to v bistvu čar še tega takih pustov, ne. Prav, hočete reči, Zrečko, da je najhujša stvar so bili policaji, ki ste šli na Elbrus, vse ostalo ste zmogli po šolsko ali kako? Ja, res je bilo fajn, ker smo imeli fajn ekipo. Dogodivščina je bila taka, da v bistvu, da sploh težko orišeš, kaj je bilo tisto, kar je bilo največ pozitivnega pa negativnega v taki zgodbi, ne. Super je bilo na koncu, to je samo en tak, se mi zdi. Ste imaš nekaj spomina, ja. Ja, samo začimba, ne, so take zadeve po poti. Ja. Za tako odpravo vendarle rabiš pa kar nekaj časa, ne boš teden, dva, kako pa vreme moraš počakati, pa si predstavljam. Ja, mi smo porabili za Elbrus kar 14 dni, veš zakaj, več kot 10 dni, ker smo se vozili 5 dni. Aha, Ker to je le nekih 3500 kilometrov, ne, do vznožja in smo vmes počivali prvič sicer na Balaton Boglaru, tu na Madžarskem, ker smo prvi dan čisto malo kilometrov uspeli narediti, ker smo se zelo pozno nekako srečali, ne, smo pol čez Ukrajino se popelješ 1800 kilometrov, ne, Lviv, Kijev, pa dol na Terskol, mislim na Harkov, in smo dvakrat spali vmes, ne, tako da smo porabili vse skupaj 5 dni, ne, pol 3-4 dni, ja, z spustom red za Elbrus, dobre 3 dni, pa še pol pot domov, ne, ker smo bili z avti vsebni. Je kar, ja, tako da 2 tedna do tista, pa je šlo. In potem, potem čist organsko in naravno, da jo pokliče tudi Himalaja, ali kako sta se odločila pa še za podvig, ki je pa še 2000 višincev više? Tako sem rekla, isto kot pri teku, ne.
od malega vedno bi več, ne, tako je to isto, ne. Samo je bila vse finančno je kar drago, ne, tako da se tudi ne vreš kajkoli privoščiti. Sicer midva sva večina opreme že takrat nekako imela, ker misliš nekaj, ne, to veselilo, smo vedela, da nekako se bomo v tem znašla, ne. Tako da je pol vseeno malo lažje bilo, ko sva dobila ta klic, ne, pa da bi se pač formirala ekipa in sva kar nisva mogla se odločiti za ne. Sva rekla, ja, to moramo, to je priložnost, to bo fajn, ne. In je res bilo fajn, ne. Sam 7500 je pa že, joj, to je pa, se pa ne znam predstavljati, to je pa že spoštovane vredno. To je pa že tisto, ko ti kdo reče, kam greš v Himalajo, upsa, ne, to je pa faktor, da se ti karkoli zgodi, se ti poveča krat 1000 in tako naprej. Cel kup enih dodatnih dejavnikov najbrž, ne, ki te prestrašijo, na kar moraš misliti, pa potem seveda višina in priprave pred tem. A sta imela kakšne posebne priprave potem za ta naskok, ali sta pač tisto pripravljenost, ki ste jo imela, izkoristila zgolj? Fizično kondicijo smo tako ali tako imela, ne, zdaj glede višine pa pač moraš, ali ne zdaj, če so te višinske sobe, ampak mi da tega nismo se poslužila, smo Malo pač... pritisnem za vodo na grozglokne, ne? Ja, to je edino, Mislim, da na naše planine. prečila smo te Peninske Alpe v Italiji. Ja, te 4000-ake, to je bilo, pa potem se pač tako, da se sproti aklimatiziraš, tam neko delaš te spone aklimatizacijske. Na takšen način. Ja, v bistvu to, ja, aklimatizacija, ne, okay. Kakšna je temperatura tam bilo na 7000, 7500? Je to -30, kot pravijo, ali je to kaj manj, ali kot to zgleda, si ne predstavljam? Potem bilo nekaj 32, ne? Takrat je nam vodja odprave, ko so se pogovarjali, ne, mi bi ne šli z namenom pač zraven so se opravljali sporedno neke raziskave vpliva višinskega zraka na človeški organizem, ne. Pa en kolega se s tem tudi ukvarjal, ko je bil član ekipe. In sva midva takrat, ko sva bila na 6800 metrov, ko sva dejansko čakala tisto jutro za naskok na vrh, ne. Zadnji tabor, ja. V bistvu tako nisva spala zaradi periodičnega dihanja, ker je premalo kisika v zraku in tako ne moreš zaspati, ne. Se ti samo dihanje zaganja, ne. Zdaj itak, da še tole imaš vse pomržnjeno, tiste višinske čevlje imaš na nogah, jaz imel dreze celo na nogah, ko sem samo sedel noč v toru pa čakal, da bo tista ura enkrat 3 zjutraj, ne. In takrat, ja, dobra sem informacijo pa naslednji dan, da oni, ko so bili na 6200 metrov, da je bilo 38 stopinj minusa takrat, ko smo štartali. Je bilo minus 38. Je bilo kar hladno, s tem, da čez dan, ko se pa naredi dan, je pa bilo vmes prav naporno vroče se ti zdelo, prav toplo tisto, ko ima sonce močne. Po noči je pa bilo festa, ne. Ja, tako da koliko smo midva recimo štartala iz 6800, pa ko sva vezla tam iz 7000 proti 7500, sva po 2 koraka delala, pa sva se zaustavila, pa sva si že skoraj, nekako sva bila že prepričana, da ne bo šlo, ne, mislim, pa res v tistem takem, je kar se ti zdi naporno, no, in pol spet 2 koraka, pa malo počimaš, spet 2 koraka, pa tako počasi vezaš. In je to, bolj počasi gre se skupaj. Ja, nekih 500 višincev, ja, v Slovenskih gorah, traja, da jih premagaš pol ure, če si malo treniran. Tam pa pravita, koliko časa od 7000 do 7500? Se nija več občutka, glavno vse spodaj, ko smo enkrat, recimo drugič, tretjič, ko smo delali iz 5,5, iz 5, 200, 5, 400, pa potem, ker se vmes pa tudi spustiš na 400, v bazni tabor se vmes spustiš, se malo regenerira telo, ne. Pa bolj tisti naslednji sponi spet, ne vem, na enko, pa na dvojko, na 5-400, se ti zdi, da ti kar gre, da so kar hitri, ne, se ti zelo hitro zdi vse skupaj, ne. Ampak pol tisti zadnji metri, ne, gor proti vrha, pa res počasi. Dobro, prej sem 2 koraka provizori, ne, sej nadiš, recimo vmes, ne, 10 ali pa 15, ne, ampak je res, zelo naporno, nima občutka, pravim, se je kar vleklo, ne. Časovno se je kar vleklo, se ti da nikam ne gre, ne, da si non-stop. Ja, pa sploh, če je kak je, mislim, ker tam se pa en čas si ti zdi, da si na tistem pobočju, je kar velika razdalja, se pa ne vidi, ker je to veliki masiv, ne. Se ti zdi, da si non-stop na istem mestu, pa se kar, ne, trudiš, pa ne zlezeš nikam, ne. Ampak, ja, se pa je. In potem prideš na vrh, kakšni so pa tam občutki, rečeš, da so fantastični, ali samo ti rečeš, a to je to, pa greš dol, ne.
Fantastično, to se pa bo opisati. Ti pa gre kar malo na jopi mesfer. Marjeta, no, pa sta osvojila 7,5, a kakšne želje, da bi pa to še presegla, pa pol ni bilo več, ali kako, ali? Se pravi, da je to tako finančno... Aha, finančno je tudi težko. Da si to težko privoščiš, no. Ampak, če bi vam eden dal žakelj denarja, pa rekel, zdaj ga potrošita za karkoli hočeta, kaj bi izbrala? Jaz osebno na naslov, pa čojo, pa šiša pankmo. Ja. Tak je bolj, ko je malo več garanja, pa ni mogoče. Jaz pa vse, kaj reče Srečko, ja, rečem tudi jaz, ja. Ker za večino teh postolovščin, ki smo jih pač dala skozi, je bil on, kako bi rekla, iniciator, ja, samo on si je Marjeta zamislil pa pol vse. vleče, mogoče stvari, ja, pa je treba dotirati do konca. Nekako se oba nekako probamo skombinirati, da zadeva. On glavno to vse splanira, to je tak, tam, pa tak, jaz pa pač, ne, pač zraven. Kako? Mislim, Marjeta, odlično, jaz sem naslednje vprašanje, ki sem od tle napisan, je bilo, kdo od vaju je dal pobude za te podvige, ampak si že prebrala mi misel, očitno, ja, Srečko je bil tisti, mu vidim ta žar v očeh, ja, se mu zdaj iskri, verjamem, da ima še kakšno tako idejo. Glede na to, da sta porabila ves dopust za televajne podvige, kaj pa so pa delodajalci pa sodelavci rekli, ostali so šli v Poreč na plažo, vidva pa na -38 v Himalajo. So rekli, da sta nora. Ja, različno dojemajo stvari, ne. Različno, ja. Eni so pač navdušeni na tem, eni pa češ, kaj vidiš v tem, ne, pa te imajo malo začudnega. Ja, pač, je težko mogoče res dojeti, če nisi z istega testa, je težko dojeti. Takšno niti ne moreš razložiti, kaj vidiš v tem, če pač ne vem, zakaj se gre. Ja, če nikoli ni takih stvari doživel, pa ko dejansko ni bil s tem vrhu, ko smo se prej pogovarjali, ne, v bistvu ne ve, ne, da stvari zamujaš, ali pa da je lahko fajn na drugačen način, ne, ker je navajen, da je fajn lahko samo na plaži, čeprav mi imamo zelo rada oba morja, ne. Jaz bi bil na morju, če bi bilo možno cel cajt, ne, ampak... To ne na plaži. Pa ti razumem. Če bi pa mogel pač res izbirati, ne, to, da se prej pogovarjala, ne, čojo, ali pa nekaj s kolesom tja, ali pa peš, ali pa Dominikansko republiko, celo leto ne bi niti 2 minuti razmišljal, ne, za kjer stvar bi se odločil, ne. Noro. No, še nekaj me zanimalo, da sem mi razlagala od 7,5. Recimo odlafaš maraton ali pa 100, imaš posledice, muskel fiber kar nekaj dni, a imaš po takem vzponu in sestopu tudi kakšne posledice, ne? Veliko psihične, psihofizične. Kako? Slušaš vest. Res? Ja? Ker se ne moreš hraniti, ker je tako mrz, ker je tak napor? Že na tej višini, mislim, da ne vem, jaz tako čutim, da telo ne rabi dosti hrane, ne vem. Malo smo pojedli, ko smo bili, ne, gor. Ja, pa samo takšne, ne vem, zelenjavne juhe, pa takšne stvari. Pol za konec, ko smo osvojili vrt, so nam spekli ovco, to je bilo vse, kar smo jedli od mesa, iz teh 14 dni. Ja, to v baznem taboru, ja, smo imeli koline. Vse bolj smo imeli popotnitev v Kaškarju v mestu, ker je pač smo imeli eno agencijo na eto, pa so nam to bolj tako lepo fajn zrihtali in tako popustite. Ampak tam v baznem taboru, ja, ko smo pa tisti zadnji dan, smo pomeli take domače ujgurske koline. To je moglo dobro zgledati, pa ne bi še bilo vkusno tisto meso bolj že kar, a? Je bilo verjetno, ker ko smo prišli v Kaškar, smo, ne vem, tisto mizo, ker so nam hrane prinesli gor, smo vse pojedli, kaj je bilo, ker, ne vem, gledal, da smo bili vsi tako lačni. Skoraj je bilo kar nerodno, ja, da sem imel občutek, da niso uspeli sploh gor nositi pravi čas, malo so nas čudno gledali, res si tudi da. Pa nam je bilo čisto vseeno, kaj sploh je bilo, no, niti nismo razmišljali, kaj jemo. Itak se pa to verjetno navajajo, tako vsi na istem, ne. Ja, Se pravi, shujševalna kura je najbolj učinkovita v visokih hribih, ja? Ja, recimo na Mustafaka, na Elbu nismo nič kaj, ne, ampak na Mustafaka, ko si pa že nekaj cajta dejansko tam gori, tistem snegu, pa se samo topiš sneg, pa tiste župce, ne, pa ležnikov si skuhaš, pa kaki čaj, pa kakaj tiste školajce, pa ta hrana, ko dejansko že pripravljena, ne, samo se z vročo vodo pomeša, pa ogreje, minimalistično, ne.
seveda, če ni vnosa, ne, matraš pa se dejansko, čeprav ne garaš toliko, kako te kuća višina tudi, ne. Ja. Tako da, ja, grejo kile dol, vse pri meni se je poznalo. Jaz sem še sicer v baznem taboru, so neko jugo skuhali, pa smo s kolegom zgleda, ker smo kasneje dobili v drugi rundi, nama ni pasalo, tako da so celo tam drugarila, kar nekaj cajta njega so celo dobro pejali en kraj pod baznim taborom, raben 3 dni, da vse ideš. Jaz sem pa sicer tam ležal v baznem taboru, pa sem se matral, pa ležal pa upam, pa sem bolj se nekako zvlekel. Ja, pa sem tudi normalno pač začel poleg funkcionirati, drugače pa sem že mislil, da ne bo nič tega, ne, vrglo. Kakšne zgodbe, no, to najbrž imate še mnogo, no, teh hribovskih študij za svoj podcast, pravzaprav, ne. Kaj lažje prenašaš, Marjeta, mraz ali vročino po drugi strani? No, rada imata hribe in morje in pa posod je 30 ali plus ali pa minus. Lažje je nekako vročino, se mi zdi. Res? Mislim, da je vročina skoraj nič, ne vem. Lažje je vročino, ja, rajši imam vročino kot mraz. Ja. Kaj pa ti, Srečko? Ja, absolutno vročino. Res? Absolutno vročino, ja. Sicer je zdaj malo kontradiktorno, ne, čuti, ker ko nekam, ne vem, se zgorničnim ukvarjaš, pa hočeš nekam, tiste hribe, kako navadi mrzlo, ja, rajši imam vročino. Noro. Na teh ultratrailih, pa na teh dolgih zadevah se mi zdi, da bolje vroče, bolj nekako vse konkurenčen, ker se že toliko stavi in še malo nagaja, ne, in bolj nekako sploh tistih, se pravim, v zadnjih kilometrih, se mi zdi, da mi kar nekako to odgovarja, če je večja vročina, ker včasih, kjerega kakega mlajša, kaj boljše pripravljam, ko jaz ga prej vržem, včasih proti koncu, včasih čudno čuti. Res ta malo ta fenomen, no, ker večina mojih gostov, ki je podobnega povprašam, prej potoži nad visokimi temperaturami kot obratno, ne, no, vidi, da sta potem imata konkurenčno prednost. Evo, definitivno pred vsemi, ki padajo dol od vse ti silne. Ne veš kaj, vedno smo tudi funkcionirali, ne vem, vedno smo tudi bolj funkcionirali za dopusti, ogromno smo tudi nekako te avanture izvajali, pa pač trenirala po vročini in se zgleda to malo bolj navadiš, ti prije pod kožo. Se pravi, ja, prej si omenil, no, da imate rada tudi morje, Srečko, da bi menil morje tudi za hribe, če bi bilo treba. A to pomeni, ko ste videli na morje, vzameta kolesi pa 1500 km proti jugu, da se vsaj mačken človek noge razmiga, ali kaj? Recimo od doma, kam sta šla? V Solun ali kam s kolesom? Solun, ja. Ja, to smo se dogovorili še z 2 paroma, ker smo že pred tem 2-krat šli na pak. 3-krat smo bili skupaj. S kolesom, ja? S kolesom, ja. Pa je bilo prehiter konc, ali kako? Ja, do Paga je bilo čisto prehiter. Ja, bolj je padla ideja za Dubrovnik, ne z njihove strani. Še v Dubrovnik. In pol smo se odločili in smo šli in oni so v Dubrovniku si pač zrihtali kombi za nazaj, midva pa smo šla še malo naprej. Ja, smo pa podaljšali polja čez Črnogoro, Albanijo, Makedonijo, pa dol v Tesalijo, v Solun. Smo rekla, to moramo izkoristiti, ne, ker smo itak bila še prej, ne, par dni. Sicer pa se je vzela en dan v Dubrovniku, da smo bila. Ja, pa v Ulcinju. V Ulcinju smo bila 2 dni. Ja, tako da smo res pa še nazaj pa z vlakom. Koliko kilometrov? Smo kolesarno, ampak smo imela prej. Marjeta, koliko kilometrov na dan pa sta obrnila na pedalih? Evo, čistko za ilustracijo. Različno. Koliko smo približno? Od 250 do 300 nekje, ja. Zdaj to, ja. Tudi ko smo skup šli, ko smo skup kolesarili, največja skupina. Pa smo pol midva tudi, recimo, ne, ko smo se vračala, recimo, domov ponavadi, ko smo hodili na Pak ali pa na Rab, so vedno tu nekje okrog 250 do 300, ja. Tako da smo en dan pa pol vedno rabila domov, enkrat smo vedno prespala, tu nekje blizu Zagreba, ali pol Suseta, pa, ja, tako da smo pol naslednji dan še imela tisto. Moram pa povedati, da smo pa šla enkrat z sinom, ko je bil star, mlajši sin 12 let, je imel takšno željo, da bi tudi on kolesaril na morje in smo se odločili, ko smo šli skupaj, ja. Pa je tudi pri 12 letih navir pri kolesarju. Noro.
Koliko je to Ja. kilometrov, da jaz povem svojim sinom, ki si niti pod razno ne predstavljata, da bi, rečem, peta v trgovino s kolesom, pa to je 2,5 kilometra, pa dobim zavijanje z očmi, no, samo za to, da je svojim otrokom povem, koliko kilometrov? 300. Tam nekje okrog 350 se nam je zvrtelo. Sicer smo 2-krat prespali, smo se malo več časa vzeli, Ja. ampak Tako da me je res bilo malo lažje, ne. ja. Mu je bilo nepozabno. Ampak je na koncu mu je letelo, tako da smo ga komaj sledila, ne, tako je bil motiviran Bravo. na koncu. Bravo. Ko smo bili en teden na morju, na Viru, pač s kolegi, ker so z avtom, ne, so se nam pridružili, pa se on še cel teden je bil non-stop na bicikli, kolesaril, tako je bil navdušen, da ga nismo skoraj z bicikla dobili, ne. In pol po tistem je začel trenirati, kolesarstvo tudi, ne. Odlično, fantastično. Zdaj, samo še ena stvar me zanima, ne, preden gremo res nazaj k teku. Evo, vem, kaj te boli pri teku, če ga počneš konstantno, uro na uro, dan za dnem, ampak kaj te boli na kolesu, ko to počneš stotine in stotine kilometrov, Bog pomagi? Prvi, drugi dan te fest rit boli, pa mogoče še tretji dan. Prvi dan ne, drugi dan ne. Ja, najbolj drugi dan, Pa ja. tretji dan pa že malo manj. Tretji malo manj, pa več nič. Drugi dan je vedno najbolj kritičen. Prav zanimivo. Ne glede na to, koliko treniraš, pa koliko se doma voziš, drugi dan je vedno nekako Kriza. tisti najboljši za rit. Aha, no to sem hotel slišati, ne? Da tudi izkušene kolesare, kot ste videli, ne, boji zadnja plat, ko žuliti sedeš pač ure in ure. Ja. Temu se ne da izogniti. Ampak ni tako hudo, to je bolj tako, seveda, da ni tako hudo, ne, zaradi tega se ne bi Vsako mogel jutro, ko se sedeš, začutiš, ampak pol tiste se prve nekako- minute, ja. Ja, To pa ni. pol pa se nekako navadi. Pol se pa ritka smešča. To si bom vzel k srcu, ja, če bom kdaj kaj res po kolesaru, ker jaz imam največjo težavo. Ravno to, o čemer govorimo, ja. Ja, o tem, da bi šel naslednji dan spet na tisti, ne bom uporabil nobene vulgarne besede, sedeš, a ne, Ja. ki te žuli pred cel dan, Bog ne daj. Ampak ja, evo, vidim, da ste to tako simpatično povedala. Da vaju Par minut. seveda, na svet vaju seveda še pokličem, če bomo kdaj kakršnokoli željo se s kolesem peljati kaj dlje, kot recimo od doma do Kranja, ja, tako rečemo temu. Kaj je bilo bolj zanimivo, Camino prehoditi ali prekolesariti? Prehoditi. Prehoditi. Vsakemu to povem, da Neprimerljivo. predlagam, da če gre na Camino, da gre peš. Bravo. Ker je bolj doživet, marsikaj vidiš, Ja. čutiš, ne vem, Camino Utrip, začutiš. dušo. Ja. Ja. Tako, ja. Na kolesu pa ne, na kolesu pa se pač pelješ, pa gledaš isto cesto in ne vidiš okrog, pa ne vem, tudi časa nimaš prav. Ja, tako da peš. Ja, ker mi smo sicer dvakrat kolesarili z specialkami, pa je še to mogoče minus, ker je zdaj precejšen del Camina je speljan po šifra, je N120 cesta, ko je pravijo Camino avtocesta, nekaj takega. Ne. In mislim, precejšen del gre kar mimo teh izredno lepih vasi, ne, ko ti doživiš samo. Peš varianta, pa če greš recimo z kakim gorcem, ne, ali pa z grevlom, ne vem, po pristni, ne, po peš varianti, ne, Camina. Ampak ne primerno, mislim, peš varianta je čisto drugače čutiš ta Camino, čisto drugače. Mama je bilo glavno všeč, tako da mislim, da bomo drugo leto spet šla, ampak ne isto Šla portugalsko. drugo pot. Aha. Sta šla francosko to v bistvu, a ne, če prav razumem, ja. Jih je pa še cel kup drugih, a ne, pa Portugalska. Ja. Ja. Tako da še. Je res, da se je najbrž videl bolj spremljata, kot pa je zdaj ta Camino ratov tako obljuden, da je včasih že težko rekel se premikati, kaj še dobiti zadevo za spet in tako naprej, ali se je treba samo izogibati kakšnim mesecem? Mi dva nismo tega doživela, pa smo šla julija, ne? Sicer verjetno manj gre julija, ker je najbolj vroče, ampak pa tudi večji del delajo dopoldneve, samo popoldan pa počivajo, mi pa smo pa hodila skozi cel dan in nismo, ne vem, naletela na neko tako gužvo, pa tudi nismo v mestih najbolj iskala prenočišč, ampak ven iz mesta in večino pa jih verjetno v mestih spi, ne. Tako da je tam bolj Ker ko so te aplikacije tudi za Camino, ne, so pa navadi nekako definirane te etape,
in se dnevne etape zaključujejo v teh malo večjih krajih, ko je pa res mogoče ponavadi lahko problem za prenočišče, za te alberge, ne, oni pravijo, Razumem. romarska prenočišča albergi, ne. In da se probala skozi nekako te manjše vasi, priti, ko smo dostikrat, ker se da res poceni prespati, kvalitetno prespala, pa ni bilo nobene gužve, da je pa po poti moteča gužva, se pa s tem jaz ne strinjam. Ker ti si v svojem svetu, fajn ti je, ti tako čuješ ptičke, če je 1000 ljudi okrog tebe, pa če sta 2, me to nikoli ni motilo. Sploh je fajn, pa če koga srečaš takega, pa rečeš kako besedo, dve, čeprav imaš različen tempo, fajn ti je, vzhičen si, se z nekom pozdraviš, mislim, dogodivščine po poti so izredno. Meni je totalno moteče, eni pravijo, da je moteča gužva, meni je to celo plus. Pa ni taka gužva, da... Mogoče res tem, ki delajo te etape, kot so pač tam napisane, ja, da v istem albergu vsi prespijo, pa vsi do naslednjega pridejo, ne, in je verjetno res gužva, ja. Ni to samo to. Mi smo včasih sama spala, v kakje bajti, ko so bili albergi, smo direkt sama bila, ne. Ko smo imeli par sob, za po 2 prenočišči, pa je bila najna soba edina zasedena, sem imel kopalnico za stvari opraviti, tako da si se res naspal do 5 zjutraj, da si spet štal tam, ne. Ni bilo tega čutiti. Treba biti iznedljiv, mogoče za odtenek hitrejši, da potem narediš kakšen kilometer več, pa da iščeš manj obljudene lokacije, bravo, zelo dober nasvet. Vi da sta rabila, ne vem, ponavadi rabili ljudje za kaj takega, ker je še mesec za francosko pot, vi da sta rabila precej manj, ne? Ja, 13 dni smo rabila do Santiaga, ne? Do Santiaga, pol pa še en dan po pol, ker sem šla do Atlantika, do Finistere, pa pol na sever, do Buksije, tako sva da je bilo tako zaključeno. Celoto pa ga sva neko 1000 pol skupno nabrala. Kakšni podvigi, res, jaz sem bral tiste seznam, res sem totalno navdušen, ne, imam toliko vprašanj, pa premalo časa. Ampak dajmo zdaj, rešil kakšno teko reči, vem, da si, Srečko, ti kot študent celo atletiko treniral, drži? Ja, v tistih dijaških, študentskih letih, predvsem študentskih, dijaških sem dejansko bolj treniral sam za sebe, sicer sem se spogledoval tudi v Mariboru z Poljanami, ko sem včasih hodil tja čisto privat, ne, spogledal pa to atletiko, ker sem ogromno hodil na te razne krose, na te srednješolske, tam ponovadi. Sem imel takrat zelo dobre čase, tudi na teh krajših razdaljah, 600 metrov, na 1500, kar bolj kasneje, nisem nikoli več, ker sem se nekako mi bolj odgovarjal te daljše distance, ne. Ampak takrat sem pa kar, ja, bil bolj sploh za cajta študija, sem pa treniral, ne, atletiko, pa mi je kar kakšna 10-21, ja, to mi je kar šlo, ampak sem bil bolj samoiniciativen, vedno nekako, bolj sem užival v naravi, no, za to kondicijo, kot pa, da bi bil sam tekmovalec po duši, ne, nisem se nikoli videl kot nekega tekmovalca, ne, vedno sem imel občutek, da ne dam nekako, da ne vem biti borec, ne, da ne vem biti tekmovalec, da sem bolj tisto uživač v naravi, v tekih, ne, to bolj na ta način sem doživljal ta tek, ne. In potem, ko si nekako zaključil to študentsko, atletsko kariero, se teka nisi potem dolga leta posluževal ali pač kot čisto preživljanje prostega časa? Priložnost. Priložnost. V bistvu čisto odvisno od ekipe, če smo šli kam v planine, je gradala rutina, da če je bil taki tim, da smo kar laufali, ker nam je res bilo fajn, takrat, če ni bilo teh ultra trailov, ne, tu pri nas okrog, ne, po Sloveniji, po Hrvaškem, pa bližnji okolici. In ja, ko se je to začelo, je to bilo zelo fajn, da si se lahko prijavil na kako tekmo, pa da si užival tudi na tekmi, ne. Ja, drugače pa tiste bolj taki tek, pa priložnosti tudi recimo doma, čisto tako odvisno, da bi pa redno treniral, pa takrat celo to obdobje, ko sva gradila, pa ko sem imel otroke, nismo, ker tudi ko sva se midva spoznala, sicer smo bila vedno aktivna, ampak skozi nekako sva kombinirala, da niso bili hendikepirani otroci, ne, da smo skozi lahko neki zraven vlačila, pač po zmožnostih, nekaj sta bilo malo, ne vem, malo že planine, malo na morju smo bili skozi aktivni, skozi smo si kako malo igrišča uspeli improvizirati z malo žogico, pa smo to 2 na 2 non-stop igrali, ta fuzbal od malega, ne, to sta skozi bila zelo rada, ko smo kam, recimo na Rab, ko smo šli kampirati, sta zjutraj in niste mogla več spati, ker sta že risala črte na pesku, ne, pa ta vesela pikala, da smo lahko zjutraj pred zajtrkom že, malo se malo pomerili, ja, s tem peski.
Izbalta. Ja, tako da bolj tisto gorništvo, kolesarstvo, sva bolj tak priložnost. Bolj kasneje smo spet, ko so otroci bi malo večji, sva se nekako začela spet malo bolj aktivirati, no, po te plati. No, Marjeta, na intervjuju si rekla, šla sem 2-krat, 3-krat na teden malo tam po vasi, po Gabrniku, če se ne motim. Potem sem šla pa tisto leto eno polovičko, malo Radence, pol pa že na maraton. To je šlo zelo hitro potem, to je bila že ta bazična kondicija, ki ste jo imela iz vseh teh športov, da je tako hitro potegnil, ker marsikdo začne teči, pa pol leta in leta malo džugira, pa trčkar, pa mu je to dosti, ampak videla sta pač taka nemirnega duha, pa veliko stvari znata to hitro narediti. Je šlo pač to čisto organsko, čisto normalno, če lahko pretečem 10, pa lahko najbrž tudi 42. Ja, res je. Se pravi, začela sem na teh, najprej ta pomurski pokal, ko sem to videla, da to obstaja, po Štajersko-Koroški še malo nekaj zmes. Pol pa sem se prijavila v Radence na 21, pa še potem na Ptuju je bila, potem septembra 21 pa še tam. Pol pa se srečamo z Lojsko Bratuševo, da smo hodili na zimsko ligo, to vsako nedeljo in ona meni pravi, jaz pa sem se prijavila na maraton na Gran Canarijo, ne. Pa mi dva začnemo študirati, kaj pa če bi dva tudi šla, pa sem se tudi jaz, pa sem se prijavila tam na maraton. Na Spalmas, ja. Ja, in tisto je bil pač moj prvi maraton, sicer je več čas 4 ure pa 4 minute, ampak... Taki bolj čas. Ja. Ampak sem bila zadovoljna in pol me je začelo to vleči in pol smo se začeli srečevati z Zdravkom Čufarjevem, on je hodil na te ultre in najprej pol tisto Zagreb Čazma, jaz tu moram iti, pol smo midva zasledila ta Zagreb Vukovar, smo midva nagovorila Zdravka in smo šli tisto skupaj in tako se je pol začelo te ultre. Ja, se malo spominjam tudi tistih časov še na tekaškem forumu, ko so te fanti zbirali, pa kar naenkrat so bili vsi najprej maratonci, posebej ultraši, no jaz sem to fascinantno spremljal, tudi mene kdaj potegnil, kakšen ta vrtinec, no, ne toliko daleč še, ampak vendarle, tako da sem malo začutil, zakaj je šlo. Prvi maraton, rekel si, Srečko, kje si pa ti pretekel prvi maraton? Jaz pa uradnega maratona nikoli nisem pretekel. A to zato? Sem uradno 100 prej pretekel, pa 42. Prav, maraton niti nimaš uradnega časa nikjer, boš rekel, ja? Ne. A to zaradi tega, da Marjeta ne more reči, da ima boljši čas na maratonu, ker veš, da ne bi mogel njenega doseči? Ja, se pa ne bi upal več. Na te pravijo, neko rečem, v krajših razdaljah, nisem biti malo konkurenčen, pravijo, krajših razdaljah, ker nekako se mi zdi, da bolj funkcioniram na teh daljših pa sploh na teh terenih, na trailih. Problem je v tem, da takrat, ko nisem se na 42 uradno nikoli prijavil, čeprav sem asfalta kar dosti dolgo svoj cajt, ampak se nisem uspel prijaviti, ko pa se mi je začelo dogajati, da smo ropali po planinah, po teh trailih, da se nisem več mogel motivirati za cesto. In to se mi danes dogaja, da iz leta v leto predstavljam, pa si non-stop nekako dopovedujem, da bi pa zdaj eno leto rad riskiral za neke intervale, da bi se spet malo en taki dober čas, na 21 pa 42, nekako uspel zabeležiti, ampak mi je nenormalen problem motivacija. Se res, da vedno časa tudi zmanjkuje, ampak enostavno mi vedno manj leži ta asfalt, ta ravnina. Zato je recimo tudi Marjeta na ultrabalatu prišla na Špartatlon, ko jaz nekako, meni pa je samo, da je neki teren, da je povezano z planinami, pa da je čim daljša razdalja, tam jaz funkcioniram, tam zaživim. In mi je fajn, to pa navadi, pa tudi dobro funkcioniram. Na asfaltu pa nekako se ne dobro ne znajdem, vedno manj. Super. Ja, Marjeta, mislim, rekel, tudi zacveti na asfaltu, vse tisto, kar sem jaz sprejel, prej sta govorila o Kanarcih, pa si rekla 4:04, taki bolj počasni. No, kaj pa je zate potem dober rezultat na maratonu, oziroma koliko hitro si ga že odtekla? Zaradi tega,
ker to poslušajo tisti, ki jim je to zelo pomembno, recimo. Niti nimam, ne vem, kakšen dober rezultat na maratonu 3 ure, 29, mislim, da imam najboljšega, ampak ker se mi zdi, da sem pač na maraton vedno šla zaradi nekega treninga za pač ultra, ne. Nikoli nisem trenirala, zdaj pa bi rada imela nek, ne vem, kakšen čas na maratonu, ne. Nikoli nisem šla na maraton zato, da bi si pač Ciljno, ciljno, sam na maraton, ja. Trening, ne. Da pač odlaham, da neki trening naredim, ker pač doma tako sam nikoli ne narediš takšnega dobrega treninga kot na tekmi, ne. Tako da, ja. Vse verjetno probaš, ne, samo če imaš premalo treninga teh intervalov, ker ti vse se ti ne izide, ne, je potem to tudi neka posledica, da pa ti mogoče se ne uspe tako dobro oddelati, ne, tekmovati tiste tekme, tako ponovadi, počas ni tako, ne, ker problem pri teh ultra variantah, ne, teh daljših 100 mil, pa to, ko recimo zdaj res smo zadnja leta, ne vem, po 3-4 tekme na leto, te dolge, ne, in si non-stop v tistih nekih obdobjih regeneracije, ne, in si pol za te krajše teke dejansko sploh nisi prav natreniran, nisi zregeneriran dovolj, ne, recimo, ker greš skoraj iz tekme do tekme, ne, komaj se prav zregeneriraš, pa par treningov dobrih narediš, nekega časa na krajše razdalje, mogoče ne bi uspel niti narediti, pa še tako je spet eno ultra tekma dolgo, ne, ko te spet malo pobere, pa te, ne, to krvno sliko malo načne, ne, ko si spet v tem obdobju regeneracije, pa, ja. Ajde, če smo že pri krvni sliki, no, to, ne vem, če sem že koga vprašal, pa vendarle verjamem, da si kdo preveri, Kristi, si videl, naredite krvno sliko, ker to pa je nek pokazatelj, recimo, kaj se dogaja s telesom, pa kaj ti naredi. Ja? Jaz imam že, mislim, da 15 let težave z železom, ja, in se s tem non-stop ukvarjam, ja, da pač jem tablete, pa nekajkrat sem že bila na intravenozne ibuprofene, pa ker imam vedno pomanjkanje, ja, in že to je problem, ne. Recimo neki intervali od 10 do 29, tega pa imaš časih 3 do 5, ne, tako nenormalno nizko, ne, pa te feritine, fest pod spodnjo mejo, ne, fest, ne, tako da. Pa te to verjetno ne ovira, recimo, da bi bila konstantno utrujena, ali pa da ne bi imela moči tudi za trening, ali pa da bi bila apatična? To sem leto 2014, takrat sem tekla balaton, ne, predtem sem pretekla Istro 100 mil in to po mesecu dni sem šla na ta balaton. Še Fruškogorskega. Ja, pa še pol nekaj maratonov tisto leto in sem bila čist konec, ja, in se mi zdi, da me od tistega leta tudi se vleče to, ko imam neke težave z nogo in ne moram več k sebi briti, se mi zdi od tistega leta, tako da tudi ne vem tako intenzivno trenirati, kot bi rada, ne, ker me non-stop nekaj muči. Že, ko pomislim, da moram iti na trening, se že študiram, in zdaj pa me bo spet bolelo, ne. Joj, mislim. Ja, je fajn, če se to malo porihtaš, ja, pa malo se bremzaš, ne, ker mene je res malo preveč potegnilo. Sem kar preveč tisto leto naenkrat vsega skozi dala. Ja. Če bi vprašala kakšnega športnega strokovnjaka ali pa doktorja, ne, zdravnika, najbrž, kaj bi ti rekel, kako to poštimati? Bi ti predlagal pol leta pauze, pa se totalne regeneracije, kar seveda, kot vaju zdaj poznam, prava ni mogoče, ampak ali kaj drugega, no? Kaj bi, ali pa kaj so že predlagali? Ja. Ne vem, pač te zdravniki, ki jaz hodim k njim, ne vem, kot da ne razumejo, kaj, ne vem, vsi rečejo, ti pač ne boste mogli tega delati, da ste pač kaj drugega, ne, kaj če te to vleče, pa je težko, ne, to njim je lahko reči, ne, pa nam to naredi, ne. Ker si potem, jaz se pravim, da sem bila po tistem 2015, sem htela iti na športo, pa nisem bila tej žrebana, ne, in sem bila tisto leto prav depresivna, ne, niti nisem mogla trenirati, tako me je to, ne vem, se potrlo, no. Pol, ne vem, sem zdaj začela malo nazaj se nekako spravljati. No, zdaj, evo, upam, da se tole, da se, mislim, vrhunsko deluje, že bom rekel, tisto, kar sam spremljam na tekmah, no, kaj bi šele bilo, če bi bilo pri polnem zdravju, psihofizični kondiciji, bi lomila konkurentke,
kot šibice, noro. No. Nisem vedel, da imaš te težave, no. Zanimivo. No. Zdaj sem še tiste težave, ki jih imam jaz, manjše letos, pa si mi res nič ne da, ves sem letargičen, pa se ves čas izgovarjam na korono, ki sem jo prebolel, ne. Samo zato, da lahko jem, pa nič ne teče. Ne. Te moje težave so zdaj ratale čisto minorne in zdaj sem se sam zafrknil, ker sem tebe vprašal, ne, kakšna je tvoja krvna slika. Evo, zdaj bojo vsi rekli meni, Roblek, prosim, utihni, pa pejte teč. Ne. Ampak, sam sem si kriv, super motivacija, vseeno, pa tale pogovor, pa mi Marjeta, joj, ne, pa gledam tvojo statistiko, 100, neomejeno njih, potem takoj Balaton z izvrstnim časom, 27 ur. Kako se pripravljaš na Balaton, mi zdaj povej? Evo, vem, kako se pripravljaš na maraton, pa na 100, ajde pa tudi za trail, 100 bi še za popad, ampak kako si se pripravljaš za Balaton? Kam moraš pa to početi? Početi kaj več ali ne vem kaj, v bundi laufa cel poletja? Jaz sem hodila na te tekme, hodila sem na kratke in bolj na maratone in to je bil to je to. Moj trening. Ja. Pa tudi doma, se pravim, bila sem v enem klubu tudi na Ptuju in sem 2-krat na teden sem hodila tja trenirati, pa še pol doma 2-3-krat, pa nikoli več od 20 kilometrov. To je fascinantno, jaz se vam ni zdela. Čez vikend pa več. Drugače pa pol kakšen maraton, pa to vmes, ja, pa kakšne te Zagreb časno, pa to je. To še ne mer 50-60 km. Koliko kilometrov po recimo eni sezoni si pa zbrala skupaj? No? Za tiste, ki tam zunaj poslušajo, pa pravijo, da jih je treba narediti najmanj 8,000, če ne kar 10. Veš kaj, to pa ti sploh ne vem povedati, ker jaz uro imam zdaj zadnja leta. Jaz sem na Balatonu laufala z eno otroško urico, sem imela, ko mi je Srečko kupil par dni pred tem, da sem videla vse, koliko je ura. Nikoli si nisem prej to, ne vem, nisem bila obremenjena s tem časom, ali kaj, sicer mi je zdaj fajn, da vem pač, kako tečem, kakšen tempo imam, pa če si kaj zgučujem. Ampak se pravim, prej pa nisem nikoli imela ure. Oba sva bila bolj taka upornika glede tega. Spomnim se takrat, ko sem na Sladki 6 takrat zmagala, smo z Borisom Ivanovičem bila, mislim, da tudi on bil brez ure, da še takrat... Je bil članek, da sta edina bila brez ure. Takrat smo vedno vsi na štarti, joj, zdaj bom nedela to, zdaj joj, kaj ne naredim, ne? No, jaz se s tem nisem nikoli obremenjevala. No, zdaj jo uporabljam, no, samo nisem to tako... Danes je že skoraj mus, ne, da si neki naložiš neko traso. Pa še zdaj imam takšno uro, ki mi traja, ki me drži samo nekje 13-14 ur, tako da če grem na kakšno daljšo, ta ultra trail mi niti ne drži se. Ne pride več upoštev, ja, razumem, ja. Zanimivo, no, kakšen svež, pa zanimiv pogled tudi na ure, pa na te, jaz posedujem tole uro, zdaj 2 leti, prej sem laufal brez, pa so rekli, da sem čuden, ker sem doma pogledal, koliko je ura, ki sem šel, pa koliko na pol, zato, da sem se že... Ja, tako, ne, sem približal, koliko sem šel, pa da sem se ženi lahko zlagal, da sem bil dalj časa na teku kot v gostilni, recimo, ja, ampak zdaj imam pa uro, pa očitno mi žena naštimala gor eno aplikacijo, da točno ve, koliko časa laufam, pa koliko časa sem v gostilni, ker zmer prav, da hecam se, seveda se hecam. Ja, se bo tole poslušala, pa bi bo to naštimala gor, ker sem mi dal spet eno idejo. Je Balaton, Srečko, ti si jo spremljal, Marjeto, na Balatonu? Si bil edini v spremstvu, a si imel še koga, ali kako je to izgledalo? Jaz sem bil takrat sam, ja. Na ultrabalatonu sem bil sam, ja. Tako da sem kar bil na celi trasi, sem recimo avto predstavljal, pa sem malo naprej, pa nazaj, pa bil sem pa tja, pa z avtom prvo pritno vsako točko. Je bilo kar, ja, se mi zdi, da je kar trojoče, ne, že sam se po tem 200. Ker tam proti koncu je že na eni točki, ko bi mi mogel nekaj dati, je on spal, pa smo potrkala. Kaj zdaj, ja, tam zane, moš mi reči, nekaj veš, kaj jaz grem samo. V bistvu sem eno cesto grešil, čisto tak logistična težava je bila, ne. In potem se nisem mogel vrniti več do eno kontrolno točko, ko sem zamudil, potem sem pa tam nekaj na 187 km, ne. Sem se pa lahko postavil na traso, sem se sparkiral, ampak sem imel toliko časa, ker sem zračunal, ne, da je še nebo, ne, in potem sem v trenutku zaspal, ker sem bil tako utrujen, da nisem mogel več stati, ne. In potem, ko je se vmes, takrat je tako imela tako krizo, ker je tako vmes cikcak je opala, ne, tam do 200. polje. Tisti zadnji kos se je spet aktiviral, takrat je prišlo.
bi dobila kako tableto, ampak tam vmes je pa res se je nje spalo, ko še se meni spalo, pa nisem mogel nekako, nisem uspel pravočasno prestrešiti, ker je ona bila preko avto, ko jaz sem preko snjas z avta uspel priti, je že ona mogla iti naprej, ne. Tem, da bi ne reči, kar se je vlegla not kufarom, pa je rekla, jaz sem dol vlegla malo, ne, par minut, ne, to ne prije poštev. Ne, ampak zabala to sem vedela, da bom ga naredila. Tisto sem na štartu vedela, to bom jaz naredila, pa tak, ne vem, ko si nekako v glavi sam sebi dopoveš, da to pa boš, ne, jaz mislim, da je dosti lažje, ja. Ja, pa takrat si tudi dobro lovila, vem, tam do 100 kilometra sta bile z eno Rusijo čist na knap skup, sta bile tako, da je bila skozi prva druga, ne. Pa je vmes res tisti čas, ko sem jaz grešil traso, pa nekaj cajta ni bilo, ko se je začel tak spat, je pa kar zgubila par mest, tako da mislim, da ni po 6. mesto, ko tam padla vmes, pa na koncu v cilju, pa bila 4. ja, je še bolj kar pridobila, da se zadnji kilometer dobro lopa. Ampak vmes pa je čisto pobralo, ne. Ampak sem bil jaz malo verjetno tudi so kriv. Ker sem bil bolj utrujen, skoraj ko ono. Je bila pa to najbrž res izjemna izkušnja, no, kaj takega, kaj se ti... Marjeta, rekla si, odločila si se, videla si cilj in šla si za ciljem, ne, pomemben je najbrž tudi support, jasno, rabaš človeka, ki te brcne, takrat ne ti rečem, da si malo leš, se bova skupaj malo odremala, ne, rabaš človeka, ki te res dobro pozna. Najbrž je pomembno, da je tudi človek, ki je, v tem športu domač, ki ve, za kaj gre, ki te pogleda oči, pa ve, da trpiš, pa ti ne sme takrat popustiti, ker je to lahko tisti prelomni moment, ko gre vse k hudiču ali kako. No, točno tako, ja. Ker če bi ti takrat kdo rekel, no, joj, zdaj pa Boga si, ne, zdaj se pridi v avto, pa gremo, bi verjetno šlo, ne. Pa verjetno kar zabrzneš pol, ne. Potem žal, ne. Tako da je fajn, ja, če imaš nekoga takega, da te malo brcne, ja. Pa da ti so zgaraš, kar... In srečko to je, ja, seveda. Bravo, Ja. vidiš to. Se ni tako hudo, da ne bo zdaj tak čut, kot da sem prestrok, ne, ampak tako res poznati moraš, ne, tistega, ko ga supportiraš, tako da veš, na kak način, ne, skako, včasih z mehko roko, včasih strdo, včasih pač imeti tiste stvari, ko je res rabi na določene točke, glede hrane, glede pijače, glede vsega tega, ne, ful je, res je pomembno, ker vem, to je sam po sebi, ne, kak je pomembno, če takrat, ko ti recimo na teh dolgih zadevah, ne, ko ti nič ne paše več na kontrolnih točkah, niti voda, niti izotoni, ti gre na bruhanje, vse, pa ti recimo nekdo ponudi 2 deci neke pijače, ko se ti Marija prikaže, ne, si v bistvu res lahko dobiš krila, ne, in si čist nov človek, ne, se to vsak ve, ne, ko se s tem ukvarja, ne, kako je to res pomembno, ne, da je nekaj malo, da je malo potegne, ne, tiste agonije, ne. Marjeta, no recimo, laufaš 10 ur, 15 ur, 20 ur, prideš na 100 mil, 170 kilometrov, do cilja imaš še maraton, razštelana si do fundamenta, noč je, mraz je, vse ti gre na jetra. Kaj takrat razmišljaš? Kaj je v glavi? Kaj gre te po glavi? Takrat recimo, ne? Gremo še kilometer, še do unga kandelabra, gremo še naprej do avta, ker srečko zikr spi, da ga presenetila. Kaj se ti recimo dogaja? Ne vem, nekaj te vleče, sem noge, ti same grejo, se pravi, pa že nekako, zdaj, ko imaš 200 kilometrov, pa ko prideš čez 100, se mi zdi lažje, ker pri sebi rečeš, sem že čez polovico, ne, in se mi zdi, da pol lažje gre. Saj je težko, ne, ampak nekako se, ne vem, se motiviraš, pa ja. Zdaj, sicer, če imaš kakšne težave, če te kaj boli, pa ne moreš, to je druga, ne. Jaz takrat nisem imela nobenih težav. Druga pa je potem bilo na šparte, ne, tisto pa je bolj bilo težava. No, prej si rekla, enkrat nisi bila žrebana, oziroma nisi prišla zraven, potem si vendarle prišla na šparto, ampak tista šparta pa ni bila več tako po maslu, tam so bile pa težave. Dej, še o tem, kakšno rečemo. Ja, jaz predvidevam, da če bi 2015 prišla žreb, da bi po moje tisto šparto speljala skozi, ne. In ker kot sem že prej povedala, sem imela težave s to nogo, ne, in sem imela vedno manj treningov, ne, že to je bil problem, da nisem toliko trenirala, ne, vedela sem zdaj ko sem prišla na štart, sem si rekla, dobro, v glavnem na štartu sem, zdaj pa koliko bom lahko, ne, to je že narobe misel, ne, to že veš, da ne bo nič z tega bolj. In tako sem se, zdaj pa pridem do tja, pa bom odstopila, vedno sem imela v glavi to, kako bom odstopila, ne, ker mi pač
ne gre, ne, ker pol pa še me tako začela so kolena boleti, da sem komaj stala in sem se res odločila, da pa odstopim na 140 km. Takrat pa se mi je res delo, da sploh ne morem več dalje. Čeprav drugi dan, ko sem stala, me sploh več nič ni bolelo. Ne. Tako da. In takrat, In to sem rekla, da še bi to v življenju rada naredila in potem ne rabim več nobenih ultratekov. Ne vem, to se še želim, ampak ne vem, če mi bo to še uspelo sploh. Najbrž, kar se norme tiče, ne bi bil problem, glede na to, da še vedno hitro in daleč tečeš. Kaj misliš, da bi bil problem, recimo, če bi se zdaj odločila na naslednjih 2 letih se prebiti na Šparto? Ne vem, jaz pa ravno to normo, mislim, da ne vem. Mislim, zdaj ne vem, kako je zdaj s tem državnim prvenstvom, ko bilo v Kranju. Če bi normo dosegla, da pa da je prišla po moje, bi se nekako probala, da bi, ne vem. Jaz mislim, da bi se s tem časom sedaj že moral dati konkurirati za pač eno od tistih 40 mest tam za Atenah. Tako, ja. Tako. Srečko si bil tudi na Špartatlonu edini spremljevalec, si že imel koga? Ja? Jaz sem bil, takrat je bil sin z mano in midva sva nekako se zadeve od začetka do konca, ker sva pač imela normalno spremljevalni avto, ne, se za Špartatlon, veš pač, kje lahko supportiraš, ker so posebna pravila, ne, ne sme se tekmovalec kar tak nekje nasloniti na avto, ako to, ker lahko dislocirajo v enem tisti določeni točka. Tako da smo mogli imeti res logistično dobro naštudirano, v bistvu, ne, da ne bi, da ne prije do kakšne napake, ne, pa da ona sama zaradi tega ni oškodovana, ne. Ker se pa diskvalifikacije dogajajo, ne, na Špartatlonu, kar včasih zaradi takih banalnih zadev, ne. Ja, in sva spremljala, probala pač jo non-stop motivirati, čeprav sva videla, da takrat je bila pač drugačna, kot ponovadi na dolgih tekmah, ne. Ni bila, dobro prej je mogoče orisala tako malo, da je ležerno, ne, zadevo vzela. Verjetno, no, ne vem, ona najbolj ve, ne. Jaz sem pač čutil, da mislim, da je imela cilj, ne, ampak da je pa dejansko imela zelo velik dvom v to, da bo gratalo vse skupaj. Bolje še bila tista vročina, ne, iz Aten dol čez Korinth je bila taka vročina, da je nama bilo tako vroče, da nismo vedeli, ne. Jaz vem, da sem študiral, če bi mogel zdaj laufati, ne, po tej vročini bi me verjetno cvrlo, ne, to prav študiraš, ker si pač kot tekmovalec pa pol drugače, da imaš, ko si ti v tistem šmornu, ne. Ampak, ja, pol je nekako vse bila malo širša ekipa, ne, Mirka je bil takrat tudi, Nataša Robnikova je bila, pa nekako sva non-stop nekako spremljala, nam je bilo zanimivo, čeprav je to se dogaja, pa je vmes, imaš občutek, da ti ni tako enostavno, takrat mi je bilo kar težko, ker nisem našel več načina, ne, s čim motivirati, pa na kak način. Čeprav je vse na začetku je vrejo šlo, ne, ampak pol pa po tistem 120. je še nekako, je še šlo, tam so bile tiste neke masaže na hitro, tam je takrat tudi Nataša vstopila, ne, in pol ne vem, jaz sem imel občutek, da, ne vem, sploh ne vem, kako se ne izrazim, ne, v glavnem, takrat na tistem 142 km je bilo, se mi je zdelo, da je še imela malo tistega manevrskega časa, da bi se pod hrib spustil, jaz sem imel občutek, da če bi jo uspelo motivirati, da bi šel v hrib, ker je bil pol tisti časovni limit, ja, malo daljši. Da bi se mogoče lahko prebijala, ampak enostavno ni bilo načina, da bi jo. Je rekla, da jo v življenju niso kolena bolela takrat pa ni mogla več prav stopiti. Čeprav je tekla, ampak ne, verjetno se matraš do konca, ampak se je odločila enostavno, da ne gre. In je se odločila, da pač, da bo tam zaključila, ne, se smo pa probala na vse načine, ne, pa ni šlo, ampak okej, pol je odstopila, pol smo se čisto fajn imeli še 2 dni, ne, v Atenah. Pa smo pol po poti domov, smo šli na malo po teh plažah, Vitoporo, ne, čudovite plaže so to, pa pol smo si še rekli, nič, pa še gremo, če smo enkrat, še imamo dopust, pa smo tako blizu na Mont Olympus, ne, smo šli na to najvišjo grško goro, pa smo se čisto fajn imeli in pol je to nekako zvedenelo, pol tista nejevolja, nekaj normalno, ne, če meni ni bilo prijetno, ker vem, ko se postaviš njeno kožo, ne, ker ko nekaj ne gre, pa je res, ne, ni uspelo, je vseeno neka nejevolja, ne glede na to. Ne, ali si že to prej pričakoval, nisi, ne, sigurno se je videlo, da je bila malo razočarana, nejevoljna,
ampak priložnost še sigurno lahko pride, ne, če je volja, pa če bo zdravje, ne, tako da smo tisto kratko, pa še malo dopustniško, pa je bilo pa v redu, se pozabil. Pozabil sem. Ja, no, okej. Pa se- Če bi jaz imel Srečkota v spremstvu, bi tudi razmišljal, da bom šel še kdaj, a ne? Tako, ja, a ne? Mislim, s takim motivatorjem. Hvala. Srečko, na kateri tekaški dosežek svoj si pa ti najbolj ponosen, mi prosim povej. Glede na to, da te stvari nekako podoživljam turistično, mi je recimo meni osebno ima največjo težo ta SPP direkt, ne, Slovenska planinska transverzala v enem kosu, ko sem v samooskrbi, lahko, čeprav sem imel cilj malo hitreje vse oddelati, ampak mi je zmanjkalo na koncu časa za logistiko, ker mi je oče umrl 14 dni prej in pol se na ene stvari sploh nisem uspel pripraviti in sem na 2 delih trase kar nekaj časa zgubil, ker sem naredil take osnovne napake, sem recimo ker takrat, če jaz tu nisem imel ure, za danes, ko sem rekel, če bi ponavljal, bi s tem mojim Garminom, ne, Phoenixom, se mogoče naložil dele tras, pa bi bilo lažje. Takrat sem pa 2-3 take napake naredil, da mi je kar nerodno, ne. Recimo, ne vem, ko greš gor iz Češke koče na Grintavec, je tam odcep za Jezersko kočino, pa je pol naslednji žig, ne, vse tako je Robert Kjer je že isto napako uspel narediti, ne. Tam sem nekako imel v glavi, ker si že malo utujem, počina bila tudi taka v Kamniško-Savinjski, ne, vse po ulicih je bilo toliko hladneje, ne, ampak tam sem videl to znak za Jezersko kočino, nekako v glavi zračunal, da bo to moj naslednji žig. In ko sem uspel priti na Grintavec, tako lepo sem se pofotkal, ne, cel vzhičen zjutraj, ne, se vrnem lepo dol na to izhodišče, na Jezersko kočino in pol seveda, ne, je dejansko ta pot pol vodi nekam čisto dol v dolino, pa pol po tistem melišču nazaj, po Jezerski kočini, ne, in pol je po tistem melišču greš korak naprej, pa nazaj. Čeprav bi gori, ko sem bil enkrat na Grintavcu, je čisto gre prek po pobočju, danes to vem, ne, ampak pa recimo že prej iz tako 2 podobni napaki, pol ti malo motivacija poide in se mi je to pol kar malo vleklo, čeprav drugi del poti iz Triglava proti, ne, drugi del se pravi proti morju, ne, sva se pa našla tudi z enim fantom, potem sodnikom gor iz nekaj blizu Kranja, ko je tudi delal polovičko, so se tako super ujela, da je pol on do Nanosa, sva kar Skupaj šla? kar dosti tekla, hitro hodila, tekla, tako da drugo polico sem precej hitreje delal, ne, na koncu sem takrat on je ostal na Nanosu, da sem potem še nadaljeval eno večer, ko se mi žečam, pol je tako nareta, se mi je spet pridružila in na koncu sva kar laufala, večino kar časa, ja. Tako da na to sem mogoče, ker v drugem delu mi je uspelo precej več laufati, si malo rezerviram, ko še napake, pa ti motivacija pade, gor čez Karavanke, me je toča dvakrat fajn tolkla. Dejansko vmes sem izgubil orientacijo po gori, ko sem proti Rožci dol, proti Dovjam, ne. Tam sem se nekaj čist zgubil, nisem imel dejansko niti mi na telefonu, nisem mogel nič pomagati, ker ti tač, to samo leti vse skupaj, ne. Ja, na to kar, ja, bi pa rad enkrat mogoče ponovo brez teh napak, pa da bi, če bi mi uspelo mogoče malo bolj oddelati pošteno, ne. Ja, recimo, ne, Marjan Zupančič, ko je še postavljati rekord, je s celo progo po delih prej pretekel, a ne, pa zmemoriral, pa ne vem kaj, a ne, ampak to so ljudje, ki tečejo na rekorde s spremstvom. Ti, po drugi strani, ne, to je zelo pomembno poudariti, ne, si bil v samooskrbi. No, zdaj moram poudariti, kaj je razlika. Naredil si vseh 600 km 12 dneh, kar je še zmeraj izjemen rezultat, ampak v samooskrbi. No, zdaj mi pa povej, in za tiste, ki tam zunaj poslušajo, pa si rečejo, kaj pa to samooskrba, nareš vse pa v enem kosu, pa prosim razloži. Ja, to pomeni v bistvu, da sem se oskrboval izključno v planinskih kočah, v planinskih domovih, se pravi čisto na trasi, ne, s tistim pač, kar je tam možno vzeti, tako da se pravi, da priješ tja kot normalen planinec, si stvari naročiš, počakaš na tisto, dobiš, poješ, greš naprej, dobro spet, ne. Zvečer spiš v planinski koči, tudi ko si, recimo, ko priješ nekje v dolino, moraš skozi gledati, da boš nekje na taki točki uspel prenočiti, ko je pač za to namenjena, ne. Pa tudi po noči, vse včasih bi lahko mogoče kaj več poti upravil tudi po noči, ampak
nisi veš, recimo mi dva takrat, ko je Mareta tudi čez ulice me spremljala, ne, ko smo skupaj ropala, ko ona šla lepo takrat tudi svojo varianto, ker je 3 dele, ona delala po 3 deli, ne, ampak te liste istočasno, pa smo recimo na Kriških podih že začel ob 6. Nehala tisti dan, ker je naprej proti Razoru, pa tam naprej dejansko orientacija ni tako enostavna, ne, preko te Vršičev. Pa če bi pa recimo imel zraven neko ekipo tekačev, ko tisti del dobro poznajo, ker ga, ne, da ne bi rabo nekaj zalutati, pa ne bi rabo biti dvomi, bi lahko takrat mogoče precej več oddelal, ne. Ampak so pa zato recimo tudi en dan oddelal 23 ur, ne. Takrat tega iz Kriških podov, ko smo še zjutraj štartala, ne, sva da cel krog 23 ur do prehodovcev delala, s tem, da smo te kakih 2 uri smo zgoraj si privoščila počitka na prehodovci, v isti sede na klopi, pa sva šla naprej, pa smo pol čisto dobro funkcionirali, sva recimo cel dan kar tekla, ne, po tistem, ne, tako da ni pustila neke posledice, ne. Sva tekla, ne, sva bila kar nekako v oblakih, tako da, pa ja, ta SPP mi je kar vem, da ko uspelo priti do Beli Rtič, sem tako vesel, tako da skoraj vesel, da sem skoraj težko kaj spregovoril, ne, da sem kar, ja, res lepa zadeva, ne, ker je težko, kaj si to časom nekako tisne. Zbral si vse žige, kaj če bi vmes pozabil en žig? Če bi že vmes pozabil en žig odtisniti, a bi ti priznali, če bi jim pokazal selfie z hriba ali pa kaj tasga? Ja, če nimaš, recimo, če ne bi imel žiga, ker ne bi bil žig dostopno, pa kaj takega, ne, imaš možnost po tistih alternativnih zadev, ko poslikaš tisti kraj, ko si tam, ne, pa ti v bistvu bolj tisto komisijo, ko ti na koncu pregledujejo zadevo, ne, pa ti te izdajo, ja, oni o tem odločajo, ne, pa vidijo, ali je to zadeva relevantna ali ne. Ja, oni o tem odločajo, samo v bistvu ni nikjer skoraj problema, ne. Takrat je bilo edino v Aljažev dom spodaj, ko je muzej, ni bil žig dosegljiv, pa si pač narediš fotko, ne, tisti timing, tako, pa še kje je bilo, pa še Aja zamudila, sva pa takrat, ko si bila ti poleg, spodaj proti prehodovcem, dol v dolini, ko je, no, glavno je tam tista koča, ne, pozabite, kako se, glavno je po dolini, pred dolino, not pred, Triglavskih jezerih, a kje, tam ali ne? Ali na... Greš proti Kugijevem spomeniku, tisto koča. Aha. Proti Trenti, ne proti Trenti. Aha, proti Trenti. Na izviru, ne. Okay, ja, je bilo zaprto, pa ni bil žig tudi dosegljiv, ja, smo pofotkala, ja. Ja, tako da druga pa ni bilo, druga pa je bilo kar vse, vse do ruke. Zanimivo mi je bilo, ko so te vprašali tam v intervjuju na Planinski zvezi, kje ti je bilo najbolj všeč, si rekel, na Zelenici je bilo super, na Kališu pa najslabša, ne. Zdaj mi moraš pa razložiti, ker jaz sem tle spod Kališča, ne. Pa ko me vse zanimalo, ko bi imel Streško, da ga bom vprašal, kaj se mu je to Kališče zamerilo, ne. Pa mogoče že vem, ampak daj mi ti povej. Ja, okej, mogoče ne bi smel o tem na glas, ne, ampak ja, na Zelenici je bilo vse perfektno, ne glede na to, da mi je uspelo priti res v tistih večernih urah, ko so že imeli bolj zaprto, pa so se preko telefonu dogovorili, da me počakajo, pa so bili ustrežljivi 100 na uro, vse so me dejansko prenesli kriti, ne. Zelo ustrežljivi so bili, pa zelo prijazni, medtem ko v Kališču je pa bilo obratno, ja. V bistvu nič ni bilo prav, nič ni bilo, vsaka beseda bila narobe, tudi če si bil ne vem kako prijazen, ni bilo glavnem, pa še pol sama tista sluga, glavnem, ja, ni bilo vredno, ni bilo, ja. Koliko, izvoli, prosti, sem te prekinul, ja. Bolj osebje, kot pa vse druga, ne. Razumem, ja, razumem. Ker je bila neka zamenjava, ni bilo standardno osebje, pa je bilo tisto vidim. No, se mi je kar zdelo. Če bi imel, če bi poznal traso, če ne bi zalutal, pa kakšno vreme malo boljš, pa recimo, da bi se tajmingi še malo boljši šli, koliko si imel še manevrskega prostora, dan, dva, mogoče, da bi šlo hitreje? Ja, zdaj nekako, ko probam stvari bolj študirati, pa bolj nekako argumentirano, povem zdaj za določene trase, te tajminge, pa te mojo izgubo časa, pa če bi imel takrat uro, da bi si upal recimo malo se pomakniti naprej, po GV-cu, če bi imel, ne, tako, ko greš po noči naprej, pa vidiš traso, ne. Ja, tu nekje, mislim, da bi
probal nekje po 10 dni spraviti, okrog 9-10. Ja. Mislim, da bi bilo možno. Če bi bil v takem stanju, ne, da bi bilo počutje. Tako. Super. Tako da naslednjič bom vedel, ko bo spet štartal tam. Včeraj sem se pelal sem se tam čez Maribor, čez Radvanje, pa sem videl, točno sem videl, kje je tista tabelca za začetek slovenske planinske poti, tako da zdaj vem. Ja. Ko te naslednjič videl fotko tebe na Facebooku, bom vedel, da greš za pod 10, pa te bom čez 9 dni pa pol čakal v Ankaranu. No. Tako, ja. Pa če te ne bo... to mi je neka želja. Super, evo, to vidiš, obada imate še bucket listo. Ne bo Emšu spet prevelik vpliv. Skozi govoriš o Emšu, pa si komaj par let starejši od mene, Srečko, pa bistveno bolj, rekel, nahajpan, vitalen, zagret. Povejte mi, to me res zanima. Toliko stvari sta dala že skozi ultratrailov, 100 milk, večdnevnih etapnih dirk, prej smo omenjali vse hribe pa kolesarske zadeve skozi ves čas in nenehoma sta v pogonu. A jo kdaj mine motivacija, zakaj je pa tega treba? Običajno ljudje grejo lepo na kavč, gledajo fuzbal, jejo čips, vidva gresta pa se po slabem vremenu dirjati po hribih. Kje črpata vso to neizmerno motivacijo, željo, zagon, res ta žar, ki prav, rekel, seva od vaju to dobro voljo? No? To povejte mi, prosim. No? Tudi zato, da se ostali bomo znali zmotivirati, ko bomo mogoče malo bed. Ja, jaz ne vem, jaz po sebi gledam, meni se dejansko vedno manj je težava se zmotivirati, ker imam res te zadeve zelo rad, ne vem. Vse včasih, že ko imaš naprej splanirane te določene tekme, pa komaj čakaš, imaš kurjo kožo, to bo tisti datum. Pa prije tekmo, pa si malo, ne vem, pa si imel prej kakšne težave zdravstvene, pa greš malo razvijeno, pa te zmes kaj muči, pa si misliš, pa mogoče pa nisem več za to, pa kaj je to tako naporno, ne, pa mogoče pa ne bi več tega. Pa včasih med tekmo se rečeš, tega treba, ne? Ampak ko piješ cilj, pa si tako veseli. Ja, pa po 2 dni še gledaš, da bo naslednji, da bo jezijo, pa kaj, ne. Tako da, ja. Vidim, jaz sem tam gledal, dala praktično po Evrope skozi tudi teh 100 milk, pa ultratrail Lavaredo, pa Istra, pa Mont Blanc, še v tistih časih, ko še mogoče ni bilo 12 milijonov prijav za tistih par tisoč mest, hočem reči. Ampak največkrat sta pa šla na Fruško goro. Kaj vrage na Fruški gori, da hodite tja skoraj da vsako leto, mi povejte? Ljudje, mislim, počutje, preprosti ljudje, dobro smo tam sprejeto, ne vem. Ja, takrat, ko smo bila prvič, 2008 smo bila prvič, ko še ni bilo te Istre, pa ne, takrat še ni nekako imel statusa tega tekmovalnega ultratraila, da bi imel UTMB točke pa to, ne, za ultratrail Mont Blanc, ne, zdaj ima to, ne. Takrat je bilo to bolj, v bistvu, je pa bil ultratrail, ne, nekako, 2 tekmovalne trase so še imeli takrat, ne. Se zdaj to vedno vlečajo, ne, 2 imajo te ekstremni prek 100 km, zdaj imajo recimo 130, ne, pa to 111, ja. Drugače prej so pomenili 125, recimo, pa 107, nekaj takega, ne. V glavnem, takrat, ko so bila prvič sem bil sicer jaz na 100, ne, ti si pa bila z Amadeom v bistvu bolj šla, ne. Starejši sino pa smo šla na 57. Ja, jaz sem takrat... Ki je tudi bil star 12 let takrat, sem na 57 km. Ja. Jaz sem takrat sicer res dehidriral do konca, sem sicer navezal kar nisem spoznal kolege, prijatelje, celo organizatorja, takrat, ko je bil tudi na trasi, sem pa zdehidriral, ker niso imeli niti vode, takrat je to bilo bolj tako, bolj skoraj samo skrba, kot pa neki organiziran zadeve, da bi res kontrolne točke založene, ne. Se je to hitro izboljšalo, ne, tista prva varianta je bila. Koliko smo šla drugič, ko smo šla oba skupno to, naslednjo 100, smo se pripravila, vedela smo že točno, kje bo mogoče voda, da smo se mogoče tudi v naravi vedela pravi cajt, ker je pa lahko tam res problem, zdaj ne več, takrat je bilo, tista veta še pred, ne, 20. In potem smo se kar tako, ne vem, sva pa rekla nič, pa še bomo šla naslednjo leto, koliko sva bila že 3-krat, 4-krat, so kar na kontrolnih točkah, vedi se me presenetilo, tam so začeli upiti na eni kontrolni točki, Slovenci nam dolaze, pa to sta Srečko in Marjeta, to me je nekako tako šokiralo, ne ravno,
Ja, tako se je začelo, ne, pol smo se, ne vem, smo se res zatreskali v ta trail, pol je to že gratalo lepo organizirano, tako da res nisi robo, da si robo manjši res ta tekaški, no, tako ko gre zdaj na Istro, pa Vredo, pa bil kam, ne. In res fajn organiziran, zdaj sploh imajo tim taki, da vsakemu celo predlagam, da se loti, ker je res fajn, ta tista balkanska mentaliteta, tisti pristop njihov, pa res je fajn, no, komunikacija je prava, greš nekam v Italijo ali pa v Francijo na kontrolnih točkah, se niti ti ne veš izraziti, kako želijo, niti oni te ne šmergljajo, ne. To pa kar naenkrat, Slovenija odakle, ja, pa pol žlahte imajo, ne, in pa kar ne spustijo, pa te že pol, ne vem, si kar zapomni ve primer, pa te že kontaktirajo, pa glavnem, res je fajn, no, pa pol na trasi smo toliko teh samih domačinov, pa pol teh tujcev, ko pridejo tudi tja, pa ja, se nekako spoznaš in vsi pravijo, ne, da je pa to res lepa narava, lepi trail. Čeprav se ti zdi, da na Fruški gori neko jo gledaš, sama Fruška gora se ti zdi, kot da so to neke haluze, pa kot da malo pogorje, ne, nizko. Ampak je v bistvu na Fruški gori so znašli take hribe, da je to težko povedati. Take vzpone, pa spuste, res, mislim, v tistem mazivu se najde vsega in svašta, ne. Sploh, ko imajo za eno točko vrata raja, ko si tam na 120 km totalni črpa, imaš občutek, da greš, ne vem, da si na neki alpinistični odpravi, korito med tistimi skalami, ko so celo zajele pa klini, pa se ti zdi dobro, to zdaj ne bi rabo biti na 120, lahko bilo na 30 ali pa 40, nekaj so že noge izmučene, ko pa priješ dol tisto korito, ko pa taki strani breg, pa si misliš, pa kje na Fruški gori najdejo taki breg? Ko od zunaj gledaš iz Beograda, z Rume, z Novega Sada, ni nikjer, da bi lahko bil kje taki breg. Ko pa se tisti breg vleče nenormalno, pa greš korak naprej, pa dva nazaj, bog ne daj, da ideš, ne. Ja, in je pa fantastično, glavno, ja, taka lepa prosa in je. Če zdajle smo še kar 11-krat tam in smo še kot tam skoraj. Če zdajle nista navdušila, če ne nisi navdušila s tem opisom tega, še koga, da bi šel v Fruško, še mene si, no, že prav živo sem si predstavljal, zdajle od Zaja do Klancev, do vsega. Noro, res noro. Eno vprašanje za Vlada, no, kako pa vidva gledata, ker sta zdaj na sceni ravno toliko časa, da so se vmes, ko sta vidva to začela počenjati, pa sta na velikih dirkah, še ni bilo tega navala, zdaj pa ta trail vroče žemalce, no, vsi bi šli na trail, na ultra trail, vsi bi šli na UTMB, vsi bi šli na vse, no, hočem reči, ne, res je zadeva popularna, a je to kaj moteče, je to moče ratal zelo, bom hlapno uporabil termin, komercializirano, oziroma je to prehuda, ne? Je zadeva postala preveč generična, ali je kljub vsemu, ne, ta prvinski trail duh še vedno prisoten, to tovarištvo, tako naprej. Ne veš več, kam bi šel, ne, toliko je tega. Popularizacija, knjige so posledično dražje, mislim, kar teh kup nekih kvalifikacijskih tekem je za ono tekmo, pa se to nekako vsem nadgrajuje, ne, ampak ne moti, meni je to všeč, da je to brato taki popularen šport, ker jaz imam čutek, da to je najbolj prvinskih naravnih športov, ne, sožiti z naravo, ne rabiš skoraj nobenega, ne vem, orodja, rekvizita, razen trail copate, ne, pa vidva smo še zelo redka, recimo tu na ta 24 so nekaj spraševali za letos, ne, ker pa vidva nimata palc, midva zgleda edina, ko nismo palc imela na stotke, ne, ker imajo vsi te palce, ne, te tekaške palice, pa se mogoče res kakih fitness zgodniš, ampak jaz se nikoli nisem navadil na njih, pa se mi zdi, da bi bilo to vse skupaj teče, čeprav mi vsi dopovedujejo, da ni res, da je moteče samo 2-3 dni, ne, pa to neprimerno lažje, ne, vse skupaj in na spustih zadeve kontroliraš in na vzponih. Ampak spravim, dobro, okej, še te palce, nič kaj dosti ne rabiš, ne, pa si v naravi, pa nekaj, mislim, se sam sebe testiraš, se spoznaš z ljudmi, ko delajo iste stvari, ko so ponavadi fajn, pa niso toliko obremenjeni mogoče s potrošništvom. Jaz imam taki občutek, da so to podvaja ljudje, ko so bolj skromni, ko so zadovoljni z naravo, z lepotami narave, pa to, kar nam ta narava ponuja, ne. In je to taki prvinski šport. In meni sploh ne moti, da je vedno večja množičnost. Godi mi celo, meni je fajn, da več ljudi spoznaš, ko so te vode neko padajo, tako pa na drugačen način. Super. Ampak vse, pa greš letos na dirko, kjer pa ne bo najbrž toliko velike gužve, mega res, ali ko se tistemu hudirju reče, ne? Tam pa predstavljam, ja, da ne bo 1000 folka, 1001 kilometer pa je, daj mi samo čist na kratko oriši,
kaj za vraga je to za ena žival? Ja, 1001 km. Ja, to bi ne bilo zdaj ultra trail tekma, ko pravijo, da bi pač kot tekmovalna tekma najdaljša v Evropi, če ne celo najdaljša na svetu z tem statusom, ko se celo ta Medläufer, to društvo matra, da bi pridobili status nekega svetovnega prvenstva prvega na 1000 km. Ne. V glavnem, to je tekma, ko je štart v Nemčiji, ne, gre pol na Češko, prije nazaj v Nemčijo, pa se malo zavije po severni Avstriji, pa je pol se konča v Nemčiji. Zdaj pa vmes je nekaj hribov, vmes je ta Goldhorn, vek, ne, ta nemška planinska, vmes je malo gorovja, taka čisto 30.000 višinskih metrov je na tej tekmi. Tega štarta pa najprej je bilo mišljeno 111, ker so te cifre se za enko povezane, 111 tekmovalcev vsega sveta, ne. Tista ena 100 mil teh hitra statusa je bila nekakva kvalifikacija, ne. In ja, zdaj sem bil na štartu nekih 114 štartnih številk, pa ne vem zdaj, če so črtine vse poplačane, ganem tu nekje malo prek 100 bi ne bilo Verižica. No, za to stvar rabiš kaj, 10 dni najmanj, ali kako? Koliko časa? Ja, zdaj limitni čas je 13 dni, ne. 6 kontrolnih točk je, kjer lahko ti odložiš to svojo transportno vrečo, v kateri pač imaš določene stvari na tranziciji, si lahko kaj vzameš, odložiš, zamenjaš in potem se ta vreča transportira na naslednjo točko, ki je spet nekje na 100 mil razlike, ne. Od 150 do 200 km, ne, so nekje te točke, tam lahko tudi počivaš nadzirano, pa tudi support imaš lahko na teh točkah na trasi, pa ne. Support ekipo, da ti mogoče kaj prinese, da lahko kaj tako razli. Ja, Srečko, mi bomo tole spremljali, mi bomo... Ja, jaz bom dal tisti trekking noter, zjutraj bom pogledal pred šihtom, kje je pa danes Srečko, v redu, po šihtu bom pogledal, kje pa je danes Srečko, Srečko, 7. dan Srečko, že kar na progi, še kar je živ in vesel. Seveda, navijali bomo zate, Srečko. Tako, evo, zate, za enega od teh 111 tekmovalcev, spoštovani, vi ste pa že po uri pa pol na 111. epizodi podcasta, gre za tek malo pred koncem. Rabim samo še par informacij, par vprašanj, tudi za Marjeto. Evo, Marjeta, letos sem te 12 ur spremljal in motril, ko si tekla državnem prvenstvu na 12 ur v Kranju, konc je bila druga, razvrstiti državno prvenstvo, izvrstno si šla, zdaj greš pa na 24-urno prvenstvo evropsko, to kroženje ti očitno paše, ne, leži. Kaj pričakuješ od tega tekmovanja, ki je pred tabo? Ne vem, kaj bi povedala, ker pred nobeno tekmo jaz nisem razmišljala. Kako bi rekla, naprimer, če me je kdo vprašal, ko sem šla na maraton, kaj pričakuješ, kakšen čas boš imela. Ne vem povedati, ker ne vem, kako se bom počutila. Ampak pač želim si, da bo to čim boljše. Pa da krožiš vseh 24 ur praktično. Kako? Ja. Tako, ja. Pol pa na kavico pod Julij in balkon v Veroni. V Veroni se odvija, ne? To je. Mislim, to bo super dirka. Upam, da ne bo izgled, ne, da bo pa vseeno nekako oddelati. Srečko, ti bo spet support, ja? Jaz bom bolj vesel kola. Ne, mi bomo istočasno, jaz bom takrat v Nemčiji na Mega. To je zelo problem. Ja, tako da sva čisto na kontra. Ne bom mogla s nje suportirati, pa jo iti malo bodrit, ne, pa ne ona mene razen pol po tekmi po Veroni. Pa se nekaj pogovarjala, da bi, če bi uspela priti na 2-3 dni mestno, pa kontrolno točko, da dobiš malo mogoče nekega novega zagona, malo neke motivacije. Upamo, no. Ja, da se bo kaj. Nora jesen zakoncev Gumlišak. Ja, zdaj običajni zakonci imajo septembra težave s tem, grejo otroci spet v šolo, pa s tem, da je treba vse stroške od poletja skupaj potegniti, pa to poplačati. Medtem ko zakonca Gumlišak gresta eno v avstrijsko-češke hribe, druga v Verono in si pošiljate SMS-e, kako ti pa gre, kako pa tvoji krvavi žulji, kako pa tvoje prebavne težave, vrhunsko, res sem navdušen nad vama. Povejte mi,
poškodb, Marjeta, nekaj si že omenjala, ampak večjih poškodb, ne vem, pa nista imela, dejansko kljub vsem, kar počneta, ohranjata zdravo telo. Ne, druga nič ni bilo, kot pač to, kaj sem že povedala, s to težavo z nogo, pač nekaj peče v noge, pa ne vem kaj, sem bila že vse posod na vseh pregledih, pa nišče ne more ugotoviti, kaj je narobe, sem si že mislil, da se meni to samo zdi, ali kaj, ne vem. Drugače drugih težav pa nisem imela nikoli, ne. Še eno pomembno stvar res o tebi moram imeti, Marjeta, da sem videla prišla v stik tudi že pred leti, nadaljavo sicer, ne, ko si me, mislim, da po mailu, telefonu vprašala, si predstavila, pa si rekla, jaz sem pa iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava pri Ptuju, imam nekaj varovancev, ki prišli teči na nočno desetko. Ne? In mene se takrat več zanima, kdo so ti varovanci, pa zakaj bi prišli. Že kar nekaj let upravljaš zelo plemenito delo, da te svoje varovance tam vadiš v teku, jih pripraviš na tekmo in potem, ne vem, stečejo ti ljudje kar dolge razdalje, čeprav jih drugače morda sploh ne bi. Tako, ja, že smo leta 2013 smo začeli s tem, je bilo 6, se pravi 2 punci pa 4 fantje, zdaj na koncu so še samo 4 fantje, in smo tako pač začeli z kratkimi, najprej 6 kilometrov. Pravzaprav najprej smo začeli trenirati tukaj okrog našega jezera, Ptujskega, in smo se bolj prijavili na en tek, ki je bil okrog, mislim, da Blejskega jezera, 6 kilometrov, in tako smo bolj začeli hoditi na te teke, 6, 7, 10 kilometrske in ne vem, to jih je tako navdušilo, radi pač grejo, ne se udeležujejo teh tekov, pa se s kom srečajo in je pač fajn to. In takrat smo kar pač, kje sem koli lahko, sem pač probala to omogočiti, da smo šli zdaj malo, med to korono je bilo malo pauze, zdaj pa smo spet začeli malo nazaj. Prav. Greste, ne vem, na kakšno dirko letos še? Ja, namen imamo še iti v Portorož na ta nočni tek. Lepo. Bili smo v Radencih, pa zdaj še ta portoroški tek, ja. Fantastično. Jaz delala sem en čas z njimi kar v stanovanju, to so stanovanjske bivalne enote, so to fantje in sem takrat tam delala, je bilo malo lažje, smo lažje trenirali, pa vse, zdaj pa pač delam tudi v zavodu prav z drugo skupino in je malo težje s treningi, ne. Je pa ena kolegica tu sodeluje, tako da te malo ona vskoči in skupaj bolj gremo, ja. Čudovito. Super, Marjeta, bravo za ta napor, pa res fajno bilo takrat videti tebe in tvojo skupinco, res sami nasmejani obrazi. Super so bili, no, super ste bili. Srečko, ti svojih sodelavcev na Fursu pa nisi uspel pripeljati še kam na kakšno dirko, a? Ne? Ne. Uspel sem jih peljati na Triglav, pa na kakšen piknik mi bolj grata, ja, peljati. A na Triglav si šel 50 za svojo 50-letnico, kako je že bilo? Nekaj tasga. A se je to poklopalo, se ni? Ja, pa na Triglav smo hodili še na vse možne načine, za Božič, za Silvestrovo, za 50. rojstni dan moj, ja, za novo leto, nočne spone v polni luni, to je nekaj prekrasnega, smo kar hodili s kakimi 50 sponci naredili, so bili to. A ja, to, čakaj, točno tako, ja, to sem zdaj že malo sprepoznal. Preveč. Si moram že vse gor pisati, beležiti, ker no, zdaj navdušujeta nedvomno pa ljudi v Kokvaju, no, omenil si, Srečo, to bilo všeč, da so ljudje v Kokvaju kar usput začeli kolesariti pa teči, da ne, vendarle dajete nek pozitiven zgled, pa si rečejo ljudje, če te dva to toliko časa počneta, pa so tako dobre volje, nekaj mora biti na tem, ali kako sta nekako tudi posredno nek motivacijski element v okolju, kjer živita in delata. Ne vem, upamo, no, ker smo včasih tudi kartali s kolegi, ko smo rekli, pa gremo malo nekam skup, ne, pa gremo se kaj imeti, ne, pa kam, ne, pa gremo na Triglav, ne, pa ja, kak se pa to, ne, ja, pa se to ni tako, bomo pač vse glede varnosti, pa to je dan danes skrbljeno, pa če si odgovoren, pa ta pravila upoštevaš po pameti, samo pač, če pa ni poguma, pa ne gre, ne, to je prvo, ne, in pa ne samo Triglav, recimo, ne vem, razne take stvari, ne, turistične smo kar, ja, kolesarje, ne, smo kar dosti takih uspod se pogovorili, čisto tako, recimo, ne, pa kar hitro moraš si kakšen datum dogovoriti, ne, ker drugače
če se preveč razmišlja, ne, se ponovadi pol odpove, pa ne bi, mi še nismo pripravljeni, pa dobro, ni pa to, jaz pa še mogoče ne bi, pa bi drugo leto, ne, gremo, fajn se bomo imeli, to je fajn. Bravo. Sem prepričan, spoštovana publika, da ste se tudi vi navdušili za marsikaj, kar ste zdaj slišali, tudi zato, ker sta Srečko in Marjeta taka pozitivna človeka, jaz se osebno poznam, da se zmerno smejem, ker se vidimo zmer, je kakšen dober hec, kljub temu, da je to na dirki, kjer Marjeta trpi, Srečko ji pa meša napitke, pa sta oba da dobre volje in znata dvigati razpoloženje, tudi pri drugih, jaz verjamem, da tudi pri vas, dragi gledalci, poslušalci, poslušalke in gledalke, da pa še čisto za konec, tako filozofsko vprašanje, zato, da naredimo piko na i tej čudoviti epizodi. Tisti, ki to poslušajo, pa še ne tečejo, pa bi se sprašvali morda, zakaj teči. Dajte jim vidva en kratek, pomenljiv odgovor. Zakaj teči, Marjeta? Zakaj ti tečeš, recimo, in to bo tisto, kar bo tudi koga drugega navdušilo? Da se do tem boljše počutim. Marsikaj lažje delaš potem, da si, ne vem, tudi marsikaj razmišljaš med tekom, marsikaj ti pride na pamet. Imaš čas za razmišljanje, si sam s sabo in v marsičemer lahko razmišljaš tudi v tistem času teka. Še potem se boljše počutiš. Tako je. Srečko, kaj pa ti praviš na to? Ker je to najlažji način, da dejansko ostaneš vitalen, zdrav, pa da se res imaš fajn, da lahko kakšen dopust preživiš, ne samo na ležalniku, ampak, ne vem, poleg tega, da zvečer kartaš, da malo odlapaš na kakih rib, pa je fajn, pa da greš, ne vem, pa konec koncev ne se ukvarjajo ljudje s tem, pa ne morem teči, pa sem probal, pa ne gre. Se ni mus teči, če ne gre za vsako ceno 5 kilometrov. Pa lahko tečeš kilometer, pa malo hodiš vmes, sploh po planinah, imamo tako lepo pokrajino v Sloveniji, pa spet malo tečeš, pa spet malo hodiš, pa ti je fajn, pa se pogovoriš s kolegom, pa toto. In pol je logična posledica, da vedno več zmoreš, da ti je vedno lažje, vedno več tečeš in pol celo ti prija na pamet, zakaj pa ne probal kaj malo več, To je to, in dejansko si izboljšaš kvaliteto življenja, če glih časi ljudje razmišljajo, da si s tem, da nimaš časa za kaj druga, pa da si s tem kratiš čas za kaj bolj pametnega. Ampak v bistvu imaš kvaliteto življenja maksimalno s tem, kar se dopusti, dosti pestrejše. Pa še fajn se počuti zdrav si. Sem vedel, da bo to pravo vprašanje. Vrhunsko sta tole povedala. Pika na i je bila postavljena. Marjeta in Srečko Gumnišak, jaz se vam neizmerno zahvaljujem za vajen čas, za vse modrosti in informacije in vse ostalo, kar sta povedala, vajne zgodbe so čudovite. Upam, da se kmalu spet vidimo v živo. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. In zdaj bom vedel za zmer, da Juršinci niso v Halozah. Hvala še enkrat, lep večer, lep pozdrav v Juršince, lepo se majta in srečno na jesenskih podvigih. Hvala, adijo. Hvala.